pravim, če iščeš popoln trenutek, a ne, za starševstvo, ga ni. Zato, ker Oziroma je tako. izkusne. Če gledaš, a ne vem, itak ljudje ful preveč gledajo po moje filme, za moje pojmeno. A ne, poroka, hiša, vse mora biti perfekt, da otroka dobiš, a ne. V bistvu pa polk je vse perfekt, se pa ponavadi skregajo ali pa kaj. Mislim, nekaj je posledica, a ne, ne vem, če bo tam malo skakal v teniskah po lužah, a ne, pa mu boš ti rekel, lej, moker boš, noter bomo šli, pa bo on še enkrat to naredil, pa boš rekel, lej, rekel sem ti, pa boš še 5krat rekel, bo naslednji čisto naredil, ker si mu tokrat rekel. Če boš pa ti njega vzel, ok, moker si gremo noter, bo pa dobil to zavedanje, a ne, posledica je, če imam mokre čevlje, grem noter. Živijo, Lea. Živijo, Jernej. Kako si? Pa kar v redu. Tako, sproščeno predvsem, no. Vikendu primerno, bi lahko rekla. Super, me veseli. In zakaj si rekla ja, podcast? Pa ne vem, že nekaj časa spremljam tvoje vsebine, predvsem ful to z najstniki, pa to me ful pritegne, ker tudi jaz delam z otroki, družinami, najstniki in tako bom rekla, da se najdem v tvojih vsebinah. Predvsem je pa to nekaj, kar Slovenija svet rab. Ok, me veseli. In sama imaš tudi otroke? Ja, imam 2 najstnika doma. Tudi. Ok. Se pravi, se vse poveže med sabo. Ja, se. Sin bo star 15, hči stara 11, tako da je tudi zdaj uradno postala najstnica, čeprav mogoče se je to že kje prej malo pokazalo. Ampak ja. Katere lastnosti? Mislim, a veš, kaj tu velikih je tam, ker reče, eni imajo 8 let stare, pa govorijo, jaz imam že najstnico doma. Kaj je tisto, kar danes prej počnejo, kar smo mogoče mi nismo, ko smo mi šele v najstniških letih? Ja, mislim, svet gre tako ful hitrejš naprej, kaj šel tako, ko smo bili mi najstniki. Pozna se, da ima spredi brata, ki jo mogoče malo upelje v kakšne stvari. Ampak tako ful vidim, spremenili se je recimo, da sama ful hoče odločati o stvarih. Ni več tista punčka tako, no, bolj to. To se je začelo mogoče tam med 9 in 10 letom. Ni bila več tako, a veš, no, ne vem, a imaš ti imaš 2 fantka ali kako, a ne? Ja, jaz imam 2 fantka. Ja, ni bila punčkasta, sicer nikoli ni bila ful punčkasta, ampak ni bilo več tista, ne, ful je hotela, ne, tako se bom oblekla, tako bom pač ful, ne vem, se mi zdi mogoče malo to. Pa imam jaz že najstnika doma, ker moja 2 morate to sama delati, ne hecam se. Ne, mislim, bolj v smislu tako, bom rekla, da tudi ona ful ni tako, kot te najstnice danes, ki so obleče ne vem kako, a ne. Ampak je pa zelo tako, vidi se pri določenih stvarih, mogoče bom rekla, tako razvitost telesa, itak se to pol pokaže pri enih 12, 13. Ampak vseeno, je malo bolj odgovorna ratala, tako, ne vem, to odraščanje, ne zdaj tisto, ki pravijo, ja, te najstniške fore, ne vem, pa zdaj loputa z vrati, pa se zapira v sobo, pa, a ne, ker to otrok dela tudi pri 4-5 letih. Saj to se preprosto reče, loputa z vrati, pa sam slamaš vrata dol. Ja, to smo mi rekli, da bomo, če se bo dogajalo. Sin se je samo smejal, ne. Probi, ne. Ja, sem rekla, probi, pa bomo videli, ne. Ale najbrž oči ni glih nekdo, ki ni prisoten, bi rekel temu, no. Mislim, je, samo pač, ne vem, bom rekla, da tega loputanja z vrati, jaz se ne spomnim, da bi pri nas to bilo, je, pač so neka upiranja, pa ne vem, jaz pa zdaj to ne bi, pa, ampak če gradiš nek odnos tako na dolgi rok z otrokom, se da ful stvari na drugačen način, no. Mislim, da se drugače, ne. Sam zdaj spet to permisivna, sočutna vzgoja, pa te stvari, a ne, pa ljudje malo mešajo. Vseeno rabijo otroci meje, kot majhni, zato da pol, ko so najstniki, znajo živeti, a ne. Ker če jih ne bi imela že onedva kot otroka, pol bi zdaj jaz imela ogenj v strehi vsak dan, po moje. Ja, kako pa ti vidiš ta permisivna, sočutna, ne vem, kakšne vrste vzgoj še obstajajo? Ja, pol imaš še avtoritativno, pa mislim,
tako ti bom rekla, permisivna vzgoja je itak, danes je to ful popularno, ne? Zato ker otroke ful ljudje zavijajo v vato. Sama je tu, a veš kaj, jaz sem slišal definicijo permisivne vzgoje, da je tu vzgoja z dovoljenjem. Ja, tako, sej. Kar ni ta vas, se zdi, da je zlorabljen termin, ampak ja. Moje mnenje, če povzamem, je tako, v bistvu permisivna vzgoja je nekaj, kar na dolgi rok ne deluje. Ne? Ja, lahko ti, a ne tamle se ti bo otrok vrgel v trgovini na tleh, ker mu ne boš hotel kupiti lizike, in mu boš ti kupil liziko samo zato, da bo dal mir. Sočutna vzgoja je pa to, da mu boš lepo razložil, zakaj zdaj pač te lizike ne more dobiti, da mu daš neko jasno razlago, zakaj mu nekaj ne dovoliš. Kaj pa, da se zraven njega vališ po tleh? Ja, tudi to lahko narediš. Kakšna vzgoja je pa to? Mislim, ja, mogoče bi to spadalo pod sočutno vzgojo, ne vem, zato ker velikrat je tako, sploh, ko so manjši otroci, da greš z igrivostjo v to. Se pravi, če se otrok dere, meče na tla, narediš isto. Jaz mislim, da problem je bolj to, jaz sem enkrat doživela, pač sin je bil star, ne vem, 3 leta, po moje, in valjda v trgovino, veš, kako je, ko prideš tam na začetku, vse se svet, sladkarije, vse, ne vem, igrače. In on se je v neki zapičil, da to pa želi imeti. In pač sem rekla, da ne, in on se je vrgel po tleh in jaz sem šla naprej. Sem rekla, v redu, tega zdaj ne dobiš, greva naprej. In pol je pristopila ena gospa, kako ga lahko pustim, da se pač... Sem rekla, ja, jaz sem mu lepo povedala, pa nisem šla zdaj ven iz trgovine, šla sem pač, ne vem, par metrov naprej. In sem bila obsojena, da kakšen starš pa sem, Prav tudi je rekla. Ja, je rekla, da tako pa ne delamo. Kako pa delamo? Ja, da pač, da otroka moraš... Mislim, ona je bila mogoče primer permisivne vzgoje. Ona je rekla, da je kupite mu, da bo imel. Ja, tako. To. In sem pač, mislim, tako je, jaz, ko sta bila manjša, jih ful nisem s sabo v trgovino vozila, ko pa sem jih, smo se pa zmenili, kdaj bomo kaj kupili, pa kdaj ne. Recimo, danes, ne vem, pa ne bom rekla, si zaslužita, ampak danes si pa lahko zbereta vsak eno stvar. In je bilo tudi to, da je, ne vem, sin nekaj vzel, pa je pa videl kasneje nekaj drugega, pa je pol tisto stvar vrnil, pa vzel drugo stvar. Samo od sebe. To je recimo primer mogoče neke sočutne vzgoje, da otrok ima vse mejo. Da vse ve, da vsemu pa ni dovoljeno. To se mi zdi, da je treba poudariti, da ne moramo otrokom kar vse dovoljiti. Še posebej, če malo zajoka, pa dobi, brata tu vzorc. Tako je. Pol vedno malo zajoka in dobi, samo da je mir. Ja, pa tudi to recimo neka otroka, sploh recimo najstnika, po 10-krat prosimo, daj to naredi, ne vem, daj pejt se učiti. Mene že zdaj tu, ker rečem, jaz že kar rečem tako, tretjič se že ponavljam, zdaj pa dovolj. Ja, v bistvu je, da rečeš enkrat in je to. Sam je težko, zato ker imamo tudi mi odrasli, ful enih prepričan vzorcev v sebi in težko, ker če si ti, ne vem, mogoče v stresu, pol reagiraš zavestno. Ja, zleti ven, preden se sploh pomisliš, da kaj bo že posledica tega. Ja, ampak bistvo je, da se ti teh trenutkov zavedaš, ne zdaj, da se obsojaš, zato ker se ti je to zgodilo, ker popolnih staršev ni. To si lahko vsi priznamo. Tudi jaz 10 let nazaj sem delala marsikaj drugače, kot delam zdaj. Zato ker takrat nisem imela toliko tega zavedanja, da si želim graditi nek odnos na dolgi rok, ampak je bil sam pač tisti trenutek. Mogoče sem včasih tudi malo zapadla v kakšno permisivno vzgojo, ampak vedno se lahko odločiš, da delaš drugače. Tudi če ima, ne vem, nekdo zdaj otroka, najstnika, se lahko odloči, da bo začel delati drugače in bo na dolgi rok sprememba. In če zdaj gledamo, ki so se že dotaknila najprej te teme starševstva, kako
sta se s partnerjem uskladila. Ne vem, preden sta dobila otroke, sta se kaj pogovarjala, kako bi jih, kaj je namen, cilj vzgoje, kakšne otroke si želite vzgojiti. Rekla, da ste se sploh zavedala mogoče te vloge, ker naloga a priori, osnovna naloga staršev je, da vzgojijo samostojne, odgovorne ljudi oziroma otroke, da odraščajo. In kako sta pol tu nekje uskladila oziroma si rekla, da se je spremenila zadeva? Ja, v bistvu nismo kaj dosti usklajevala, zato ker sem jaz še študirala. Pa bom rekla, da ni bilo načrtovano, sploh pač prvi otrok. Kar ne pomeni, da ni zaželjen, ker jaz tudi nisem načrtovan in pol, ker sem to enkrat slišal in sem si mislil, in pol še malo narediš težav, ne, in so starši še rekli, ja, če pa ne bi predne sva imela otroke, se nisva nikoli kregala, ne. In pol si tako, ja, bolj, da me ne bi bilo, si misliš, ne. V bistvu jaz bom tako rekla, vsak otrok pride z namenom, pa takrat, ko je pač namenjen, da pride, ne. Ja, se zgodijo take in drugačne stvari. In jaz sem sprejela to, da se mi je pač nosečnost zgodila, oba sva to sprejela, sva rekla, bova pač šla skozi to. Jaz sem študirala, malo tudi delala ob študiju. Krat si bila stara? 21 oziroma 20-21. On je imel pa redno službo in pol sva se pač tudi odločila, da v to greva. Tudi pač, ne bom rekla zdaj zato, ker je pač malo starejši od mene, ampak ne vem, tudi jaz sem si želela tega otroka, ker sem zvedela, da sem noseča. Nisem sploh za trenutek pomislila, da si ga ne želim. Res, in je tako. In pol pač ja, pol sva njega dobila in pol, ko je bil star 3 leta, ne vem, pol sva se pa začela pogovarjati, koliko bi zdaj pač te razlike med otroki, pa tako, ne bi preveč, ne bi premalo. Pa še vsem sem jaz študirala, pa pol. Ampak sva pol se odločila še za enega, pa sva dobila hčerko. Pol sem vmes dokončala študij in tako. In nekako se je vse šlo, no, jaz pravim, če iščeš popoln trenutek, za starševstvo, ga ni. Zato, ker oziroma je izkusne. Če gledaš, ne vem, itak ljudje ful preveč gledajo po moje filme, za moje pojme, no. Poroka, hiša, vse mora biti perfekt, da otroka dobiš, V bistvu pa pol, ko je vse perfekt, se pa ponavadi skregajo ali pa kaj. Mislim, v veliko primerih. Ja, ker ne rasteš skupaj, namen je, zato, ker, se razvijaš kot človek, ne da ti kao si dosegel zdaj nek plafon, in zdaj v to noter boš pa dal otroka in zdaj bo otroku vse lahko omogočiš, vse je tam, sam ti se pa nehal razvijati kot človek in ker tu nehaš, je pol. Ja, in meni je bilo, jaz sem se pač z obema otrokoma razvijala, in tudi zato zdaj drugače gledam na stvari, pač ne vem, bom rekla, jaz delam na sebi zdaj že pač zadnjih 10 let. Malo bolj konkretno sem začela, ko so se začeli pač, bom rekla, mogoče te sinovi izpadi pa pol, tako. Sem se začela spraševati, zakaj se to dogaja, pa tako. Nisem to gledala kot težavo, ampak zakaj, Pol sem ugotovila, zato ker on meni kaže, kaj meni manjka, oziroma je pač moje ogledalo in bom rekla tudi tako, sin je res moje ogledalo. Še zdaj, bom rekla tako, naši starši, pa ne, da so bili slabi starši, ampak niso mogoče včasih imeli toliko tega zavedanja, pa ne kako vzgajati, ampak tudi o teh čustvih, o sprejemanju čustev in so vse to pač nekako prenesli na nas. In zdaj smo mi tisti, v bistvu smo mi ta generacija, ti pa jaz recimo, ki delamo na tem, da naši otroci mogoče na dolgi rok ne bodo rabili pol neke, ne vem, ful hude terapije ali pa pač, Je pa velikokrat tudi tako, da ko pridemo v odnos s partnerjem, vsak prinese svojo prtljago, In zdaj ali to skupaj rasteš s to prtljago, ali pa se zaradi tega skregaš, Ali pa jo skupaj odvržeš, Ja, tako sej. In ko s to prtljago rasteš, jo tudi pol odvržeš, ker v odnosu se res lahko pač, bom rekla, nekako pozdravimo. Če želimo, če smo pripravljeni nekaj narediti. Ja. Mislim, morata biti pa res oba pripravljena. In tukaj bom jaz rekla, jaz imam
ful podporo. No. Tako, in bom poudarila, ful sem hvaležna za partnerja, ki ga imam, ker me podpira že, zdaj bova skupaj že 16 let. Tako, ja. In v vseh stvarih. No. Tako. Kako je ime, da ne bo govorila partnerja? Daniel, hvala. Ja, res. V imenu vseh moških, da si vzoren. Vem, da si tudi ti, tako kot te spremljam. Tako, se mi zdi, da pač to se je ni bilo za tekmovanje, se mi zdi, da nas je premalo in se mi zdi, da je treba pohvaliti te, ki so. Sej to hočem zdaj povedati, v bistvu, da se navežem. Premalo je takih, zaradi tega, ker ženske smo drugačne in rabimo malo drugačen, ne vem. Obsojene smo. Za intermezzo vržem, preden smo začeli snemati ta podcast, smo se že toliko smejali in toliko enih tem obdelali, da zdaj ima vse v tem vodu. Tako da če kdo se zdi, zakaj se smejemo in imamo te fore, ker so se že pokonektale, da imamo tudi podoben humor. Tako da, se pravi, ženske ste drugačne. Zdi se mi, da smo ful obsojene. Če ostaneš doma z otrokom, si obsojena, ker ne delaš. Če greš v službo, si obsojena, ker nisi dobra mama. Zdaj se mi zdi poglavitno vprašanje je, kdo obsoja? Družba. Oziroma pač kako ti to vidiš? Poglej, obsojamo moški te zadeve ali obsojajo večinoma ženske? Ženske? Te zadeve? Ja, se to. Mislim, se mi zdi, da je to pomembno, tu se nikjer ne piše, ne? Nikjer se o tem ne govori, ampak večina, kar se jaz družim z moškimi, nam je dokaj vseeno, ali si ti doma, ali delaš. V bistvu moškim je še boljše. Jaz bom rekla, jaz delam, pa sem doma. Tako sva se odločila zaradi našega načina življenja. Bom mogoče malo kasneje več o tem, ampak če se navežem na to, kar sva govorila, ženske so tiste, ki obsojajo. Tudi v podjetništvu gledam, skozi je neko obsojanje, tekmovanje, namesto da bi se povezali, pa ne. Ker skupaj smo močnejši in se mi zdi, da je preveč tega. Sploh pa, ja, ok, jaz sem bila nekaj časa doma, tudi zdaj sem doma, ampak jaz zraven še delam, se pravi, pač delam manj, kot če bi delala v službi, valjda. Ampak zato, da sem lahko še mama, ker si to želim biti. Ker želim biti tam, ko moj otrok pride iz šole, ker želim mu dati kosilo, ker želim, da ne vem, da čutim ta varen prostor, ko pride iz šole, ker recimo moja otroka sta ful tako, ko prideta iz šole, jih moram 15 minut poslušati, povesta vse. To pomeni, da nekaj delam prav, se mi zdi. Ali bi kdo rekel, da si helikopterska mama? Mogoče tudi, ampak verjetno. Zdaj bom tako rekla, vsak si misli svoje, ampak zelo sta tako, pač povesta, kako se počuta, kaj se jim je zgodilo, pa te stvari. Ampak sem tam, pa recimo ona dva sta zdaj najstnika in zelo veliko sta tudi v svojih sobah. Dejansko me ne rabta, ker ampak ta občutek, ki ga imata, da sem jaz vsem tam, če karkoli ni, to je tisto, kar je mogoče, tako bom rekla, ne vem, neprecenljivo. Kar je tudi, bi rekel, mojega vidika je tu mamina naloga, da ta občutek varnosti, da ni važno, mislim, se tudi očetova, da ne bo pomote. Sami smo ponavadi več od doma, kot doma. Drugače. Pač malo je drugačne. Da je ta, veš, da lahko ga po svetu se marsikaj zgodi, ko greš ven, ko priješ domov, tle si varen, si sprejet, tako si, vse je ok, bomo pogledali, bomo videli, kaj se da narediti, podpreti in pol greš naprej ven in uresniči, kar si pač želiš uresničiti. Ja, točno to, da je v bistvu, da ima nek ta varen pristan, iz katerega on raste, ali pa ona, sej kakorkoli, pa da gre pol v življenje, tako. Kako pa ta veš, ki zdaj gledaš varen pristan, pa prej smo imeli to debato, kako so danes veliko moških živi še vedno doma, pa so toliko stari kot jaz, ali pa celo starejši, in jim mamice vse in kličejo, zakaj si šel na košarko, če imaš večerjo in bla, 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 Se pravi, a veš, zdaj jim rečemo varen pristan, si jim dala,
Zdaj pa kako jim to, da ta varen pristan nesejo v svoj dom, ne da ostanejo navezani na tvoj dom. Vse njih moraš naučiti stvari, ne zdaj, da ne vem, ne bom rekla, jaz zdaj zapustim, da pač dam kosilo na mizo, pa da vsi pustijo, pa grejo po kotih, pa pol jaz ostanem sama pa pospravim. Ne, pri nas imamo urnik opravil, ne vem, bom rekla 2-krat na teden se sesa, pa pač vsakič eden. Vsak dan eden pripravi mizo za kosilo, pol jo drug pospravi. Se mi zdi, to so pač take stvari. Pa tudi, ta samostojnost, ne zdaj, da vsakič, ko neki ni mami, kako pa to, ampak da najprej zna sam pogledati težavo, pa pol, če res ne gre, Pa tudi, da ne vem, da zna iti sam od doma, recimo, da gre na avtobus, pa se pelje, ne vem, na trening, recimo. Da ni, danes gledam vse od vrat do vrata, pa pač avtobus ni, ne vem, 2 hiši stran, ga že skoraj da ne za rokco peljejo na postajo, Ja. Kako bo tak otrok samostojen? Jaz se spomnim, mi smo v 1. razredu, ne vem, zunaj letali do teme, zdaj pa v 1. razredu ga moraš, ne vem, za roko peljati povsod, pa tako. Z dnevnimi navadami, to, če greva nazaj na to, z dnevnimi navadami, ki jih otrok dobi, Zdaj, bom rekla, mojima otrokoma ful da šport in imata nek ritem, se pravi zjutraj šola, naloga, učenje, prosti čas, trening. In je šport itak da, ful discipline. To sem glih Jakacu rekel, ki je z nami vzadi kontrolira, da vse tehnično poteka, so se pogovarjali, ker moj tam malo tudi, ta starejši tam malo, taj kempo trenira, pa zdaj še nogomet, ki je doma ful neki brco in pol je en prijatelj, ki je bil včasih fuzbaler, je rekel, da ima isto tuk starga, in je rekel, rabimo neki za te fante, 5-letnike, ki 1. razred so pa že prezahtevni, pa če tak preskok v razvoju. Malo še nogomet trenira in sem mu rekel, meni je dosti vseeno, kaj bo on. Sam nek šport bo do konca srednje šole mogel, tu me ne zanima, ker ful da, discipline da, neki mora. Disciplina, jaz mislim, moj sin trenira plavanje od 5. leta. Najprej bo pač to tečaj, pol ga je pa to ful zanimalo, on ima tudi ful vizijo pač v tem, sam sebe vidi v tem in tako, jaz sem pač tukaj taksist in vse ostalo, ker pa še midva sva, bom rekla, midva sva. In vidim, kako mu je to dalo. Recimo tudi v šoli, koliko bolj je fokusiran, kot mogoče kakšni sošolci, ki tega nimajo, ker recimo, bom rekla, cele popoldneve preživijo mogoče pred ekrani pa tako. Hči pa tudi, ona je pol kar sledila nekako temu in tudi trenira plavanje. In nekako si onadva ne znata predstavljati dneva brez treninga. In tudi tako, enkrat je bilo, vemo, da zdaj v šolah je ful domače naloge, kar Bova še prišla do šolstva. Vse sam toliko, da tukaj zdaj omenjam. In je bilo tako, ful je imela naloge in jaz ne bom do treninga, Na trening bi pa ful rada šla, zato ker se tam ful sprostim. Sem rekla, daj nehi, boš pač zjutraj pred šolo naredila, kva se sekiraš. In smo šli na trening. In res, tako po treningu, to je pač otrok, sprosti se, Če ne drugega, pač vse, kar se mu dogaja, ne vem, sej tam pač tudi, zdaj je to že, recimo, sin je zdaj kadet, je že malo bolj naporno, ni več to, Že malo bolj tekmovalno, ampak, ne vem, on v tem ful uživa. In sem rekla, dokler boš, sila ga glih ne bom, ampak res, meni ni treba reči, ura je, gremo na trening. In tle pač, zdaj to disciplino sta razvila, In jo imata tudi pri drugih opravilih, Točno to. Če je treba, ne vem, če je treba, bom rekla, karkoli pomagati, ne vem, zadnjič smo pospravljali drva, doma, pa pol pri moji babici, brez problema. Noben je rekel, ne bom. Ajde, gremo, rokavice gor, pa to je to.
To je to, ga. Mislim, in to je tisto, kar, pa ne bom rekla, da mi daje potrditev, ker jaz ne iščem potrditve za svojo dobro vzgojo. No, sam smo ljudje, in vse si želiš neke to ampak potrditve, ne tako, da saj dobiš občutek, ok. Pa mislim, zunanje potrditve. A ja, recimo, zunaj, ne. Da mi bo pa zdaj en rekel, koliko imaš ti pridnega otroka, kaj vse, Ja, mene to najbolj boli, ker reče, da je priden. Ja, to je spet. Kaj bi bilo, da reče spoštljiv, prizadeven, ne vem, kaj drugega, kakor ta. Ampak je pač, in ne vem, mislim, samoumevno. Itak, da, je pač tudi, kako mi živimo. Ne? Če bom jaz zdaj cele dneve tam na kavču na telefonu, kva si bo najstnik mislil, Tako, valjda, da mi bo rekel, ti si lahko, jaz pa ne. Ker se tiče telefonov, smo pri nas zelo, jaz sem ena unih, bom rekla, grdo zajebanih matk. Ker se tiče uporabe telefona. Pa ga že imata? Ja. V bistvu na začetku ga je imel sin pač ker so hodili na tekme, pa dvodnevne pa tako, da vse pač imamo nek kontakt. Nima, mislim, ne uporablja socialnih omrežij. Imam nadzor. Tako pač, tako bom rekla, so stvari, ki boš prišla kot strokovnjakinja v naš webinar. Res bi ful rada tukaj, zato ker vem, ker sama tudi delam v svetu socialnih omrežij in vem, kaj vse se tam dogaja. In vidim, da pač to ni, in imamo res omejeno in pač tudi dobro med počitnicami sem mogoče to majčkeno spustila, ampak spet ne toliko. Itak smo bili zunaj, pa tako pa, Sprav, kaj uporabo telefona ali družbenih omrežij? Na splošno uporabo telefona, družbena omrežja itak, ta mala ga ima, se pravi, hči ga ima pač toliko, da pokliče. Drugega sploh ne vem, če zna uporabljati. Tako bom rekla, ja, mogoče kakšno tako, mislim, itak ima omejeno, pač s family linkom itak lahko omejiš, Tako bom rekla, ker starši pravijo, ne moramo vzeti, ne moramo omejiti, Ja, mejo je treba postaviti, ker je otrok majhen, ne pa da že tamle v vozičkih hodijo mamice, telefon v roki pri otroku, zato da ti lahko kavo v mir piješ. Kakšen je tvoj pogled? Ja, ni mi okej. Mislim, jaz bom rekla pač, ker? Ne bom zdaj Kaj rekla, da vidiš? jih obsojam, ampak vidim na dolgi rok, kaj bo s tem otrokom, Ker to skur otroku možgane dobesedno. In pol mu ga vzame in itak otrok se začne dreti, zato ker on je bil, tam je toliko interakcije, da on ne zmore. In pol mu je tudi več dolgčas. Zato ker veš, kako so oni kratki videi ali pa tudi to na YouTubu, ki je zdaj kao za ta male, pa ne vem, polenih unih. Mi ne uporabljamo. Mislim, pač na YouTubu imaš ful teh enih pesmic, pa ful je, sam tam se vse ful hiter premika. In otrok to ne zmore. Možgani ne zmorejo tega sprocesirati in on je začaran. Ja, zato je, ja. In jaz sem po eni strani hvaležna, da sem imela otroke toliko prej, ker še ni bilo sploh pametnih telefonov. Ker se spomnim v porodnišnici s malim, nisem niti imela telefona, da bi, slikal otroka. 16 let nazaj, Mislim, da bi otroka, bil je, ampak ni, tako, ko si naredil fotko zase, uno prvo. Ja, une so bile še malo Tetris fotke. Ja, in tako. Ni bilo glih tako dobro, da se je dal razvijati, si še s fotoaparatom. In tudi, ko sem pač, ne vem, z vozičkom šla, pa tako, jaz to res, ne vem, mi smo se sprehajali po vasi, kakšne kavice, telefoni, ni bilo tega, in danes je pa to ful, ampak to je, koliko si ti pri sebi, koliko imaš ti pri sebi stvari, bom rekla, pošlihtane. Ker če si okej, oziroma če si pač, ne bom rekla proti temu, ker jaz tudi telefon uporabljam, sej v končni fazi brez telefona danes težko kaj, ker nas je družba v to porinila, ampak vseeno lahko rečeš ne, če si dosti močen znotraj sebe, če veš zakaj. Ja, in bom rekla, ne vem, ful je odvisno, kako ti otroku predstaviš tudi to, Pa ne bom rekla, da se meni moj sin ne upre. Ja, pa sej pol ti pa te tvoji možgani, pa mi začne psihološko, pa sem rekla, ja, ampak sej veš, na dolgi rok prav, ja, sej vem, mi pol reče,
Ja, pač proba, ne. Sej to je njegova proba, naloga. samo ni pa več tistega, da bi se uprl, a ne vem, ko gledam, pač to so, ne vem, po več ur, ne, tudi, ne vem, pa sred noči, pa jaz mu rečem, lej, ti rabiš spanc, ker treniraš, ker hodiš v šolo, ker pač, a ne, pri nas ne hodi s telefonom spat. Smo kupili budilko. Ja, samo jaz imam budilko, ne. Ja. Sem rekla, ja prav, samo ti jo imaš. Če boš pa še jamro, boš pa petelina domu. Še tvoja sestra jo ima, nimaš jo samo ti. Še malo jamri, pa boš imel petelino v sobi. Mislim, ne, si pravim, ne jamre, pa bom rekla, da imam res, mava res z otroki tak odnos, da tudi, ko je pač kakšna težava, a ne, znamo kar tako, no, bom rekla, pohendlati. Sem pridejo do tebe, povejo. Ne skrivajo, se ne... Ne, v bistvu ne, včasih mi še kaj tako pove, kaj se je zgodilo, ne vem, tudi so se v šoli že snimali. Tako res, mi vse te stvari mi tako pove, a ne, in sem jaz rekla, vidiš, nasilje je bilo, a ne, neko pač na TikToku, in bolj so se stepali v šoli, ja, a ne. Tako, meni je rekel, sej ne rabim telefona v šoli, kva bom unih 5 minut med odmorom sploh, a ne, tako ful. Pa nisem rekla, da ga ne sme vzeti. Pač mi dva so se pogovorila, da ga ne rab. Rekla sem pa edino stvar, da če mu ga učiteljica vzame, da ga bom šla iskat na konc 9. razreda. Verjetno je bilo to dosti. Simple, ja. Preprosto. In to sem rekla enkrat in je bilo dosti. Verjetno si že prej mogla to dokazati, da kaj ti rečeš, in če on naredi kontra, ti to uresničiš in ja, bom rekla, ne, to ni zdaj kazen, to je posledica. Ja, ker zdaj ful ljudi ne loč med tema, ne. Ja, otroka kaznuješ, ne vem, kako ti to ločiš? Pogojuješ, pa nekaj je posledica, a ne. Ne vem, če bo teb tam malo skakal v teniskah po lužah, a ne, pa mu boš ti rekel, lej, mokr boš, noter bomo šli, pa bo on še enkrat to naredil, pa boš rekel, lej, rekel sem ti, pa boš še 5-krat rekel, bo naslednji čisto naredil, ker si mu tokrat rekel. Če boš pa ti njega vzel, ok, mokr si gremo noter, bo pa dobo to zavedanje, a ne, posledica je, če imam mokre čevlje, grem noter, a ne. Lahko bi pa ti rekel, ja, če ne vem, ne boš gledal risank, ne boš to pač primeril, a ne. Zelo velikokrat so grožnje, ja, zdaj pa, ne vem, zvečer ne bo risanke, ali pa ne boš dobil čokolade. Kada je, a ne vem, a mora biti ta čokolada, pa risanka, pa ne vem. Meni velikokrat prideta zvečer, če bi kaj skupaj počeli. Pri nas televizija je tako zelo malo prižgana, no. Tako, kada je kakšen šport. Tako, športi smo pa kar, ja. Tako da to pa ja, sploh. Šport radi pogledamo, tudi radi pogledamo skupaj kakšen dober film. Sam verjetno starejši, ker zdaj te novejši ni nekih. Ja, zelo ful gledamo te stare filme, to ponavadi pol kar z neta dol potegnemo, ampak včasih tudi kakšnega dobiš tako, no. Pa pol ima je ful dober, kam midva kakšno izkušnjo poveva, pa moj partner oziroma Daniela, ne, on je zelo, bom rekla tak, zelo rad se heca in to ima je pol ful dober in tako pol. To so te skupni trenutki, a ne? Ko bo marsikdo rekel, ja, pa sej star 15, pa stara 11, pa ja, pa kaj? Kaj pa je važno, koliko je otrok star? Pri njej še niti na polovici razvoja, pri njemu pa glih malo čez, ne? Mislim, zakaj ne bi z otrokom gledala film ali pa, ne vem, se kartala ali pa, a ne, ali pa letos na morju, a ne? To na plaži vsi otroci na telefonih. Mi jih sploh nismo nosili s sabo na plažo. Ker zakaj, če sem prišla na morje? A ne? Tako, že tako nismo, mislim, zelo malo smo skupaj, a ne? Ker je pač življenje tako in drugačno. Je valjda takrat, ko si lahko boš. A ni tako? Ja, se strinjam. Jaz mislim, da imaš ti dosti podoben pogled na to, kaj jaz. Imam izziv, da sem bil odvisen od tega včasih, od gaminga. Aha, ok. Ja, tako da mene mislim, se kontroliram, nisem perfekten, imava dogovor, da ko smo skupaj, so telefoni stran, ampak je ta impuls je močan. Tako vidim, da je pač je močan. Prvič bi rekel, da opazim, ki je dosti nima
in pol si želi malo nekega tezga drugačnega stika. In pol gre hitro, kaj. Sej sem šla sam njej odpišem, pa tem drugim mamicam, ki se druž, pa tako, ne. Mene pa zaradi biznisa, pač, veš, me pa te vleče, a ne, gledati. Pa še je zanimivo, ne. Ampak ja, lej, drugače pa isti pogled, ja. Pri nas ni risank, recimo. Jaz sploh risank ne odobravam jih, no. Pač jaz ne vem nič dobrega v risankah. Nobenih risank. Imajo zelo... Tudi, ker rečejo, kakšne une stare risanke, sem jaz sporočilo ni v risankah sploh, a ne. Pa nobene risanke. Pač pri nas gleda tam, da se medvedi tepejo, gorile tepejo, pač tu, kar iste barve, ki jih vidi, če pogledam čez okno. Ja, da ni te risanke niso... Te neki motokrosi, gasilce, bodycam, ki letijo v stavbe not, pa gasijo, tu me je zanimivo. Pa zdaj smo gledali evropsko, pač basket, pa šeško, tako je šel v Manchester, da mu malo, ker brca nogomet, da malo, ne, ta je naš najboljši zdaj, a ne. Drugo pa, ne, že večkrat me prime, da bi jo snel dol, pa vrgel stran, ne. Jaz tudi včasih, ker tako malo razmišljam, zakaj jo imamo. Ampak ja, tudi jaz sem, ne, itak biznis pa to, ampak zdaj sem se ful tako, da ne vem, bom rekla, po 4 uri ne odgovarjam več na sporočila. Zato, ker mi zmer pol rečete, spet, a še nisi nehala delati, ne, pa tako. In bolj si rečem, ja, pa če jaz nima, ne pustim, a ne. Ampak ja, se veš, kako je biznis, pa ful smo tisti, moramo takoj odgovoriti. Kao moraš takoj, ja. Ampak razumejo ljudje, tudi če ne, a ne. In jaz sem nehala. Ja, imaš to varianto. Ko greš ta spat. Malo pogledam. Tako. Jaz isto, ker imam mlajša, da pa prijem domov in če se le da, probam brez, dokler grejo spat. In pa spet v 7:30, ker grejo spat. Pa sej une 2-3 ure. Noben še ni umrl zaradi tega. Ja, mislim tudi, če ga cel dan, a ne vem, doma pozabiš neki, noben ne bo umrl zaradi tega. Sam ja, po moji tak družba, veš, ful smo v to, a ne. Ja, navajen si hočeš, želiš, zraven slišiš kakšna prepričanja, kakor recimo money loves speed in pol se ti zdi, da moraš takoj, ker če ne boš takoj, ne bo, a veš. Ja. In pol si, a ne, se lahko ujameš v teh vzorcih notr, hitro si kaj prodaš sam sebi, da si opravičeš, da se je opravičljivo, ne, sam... Ja, če bi pa tvoj otrok partner isto delal, pa ne bi bilo upravičljivo. Ja, otroci to ful vidijo, ne. Itak nas opazujejo skozi, ne, kako, kaj, tudi kako komuniciramo, pa tako, ne. In ne bom jaz rekla zdaj, da ne bom izpadla tukaj kot nek perfekten starš, tudi jaz imam kritične trenutke, ne vem, itak je biznis gor dol, pa včasih kaj ne gre, pa se ne izide, pa si malo pod stresom, pa pol še milijon drugih stvari, a ne. In enostavno včasih pač ne zmoreš, ampak je to normalno, a ne. Če pa skomuniciraš, bi rekel. Ja, da tako. To je pomembno, da sam zaznaš, greš in mogoče vprašaš, kako pa je bilo zate, ker si me videl, da sem tu pa tu počneval. Ja, komunikacija je ful pomembna. In jaz vidim, da recimo starši, ki hodijo k meni na delavnice ali pa kakšno svetovanje, ful, a ne, ja, sej z najstniki ni treba več toliko komunicirati, oni nas ne rabijo. Oni kričijo potem, a ne, in on, ko se umakne s telefonom v svoj svet, kriči potem, da rabi tebe. A ne, sam ta komunikacija je drugačna, kakor je bila, ki je bil pikec, ne. Ja, ni zdaj več, a ne, pač naučiti se moramo tudi te komunikacije in jaz sem se pač jo mogla in ne vem, lahko rečem, da je možno, ne, ker ljudje ful, ja, se zdaj pa že najstnik, pa ni več možen. Kaj ti je bilo pa najtežje pri temu? Ja, si se učila te komunikacije? Ja, najtežje mi je bilo to, ker mi je sin pokazal to, kar pač jaz pri sebi nisem izrazila. A ne. Mislim, lahko poveš na glas? Kaj to je? Ja, pač na splošno, kakorkoli čustva ali pa kot otroka, ne. Bom rekla, včasih smo bili vzgajani tako, tih bod, pa sed, pa jej, pa ne govor, ne izpostavljaj se tako, ne. Ne jokaj, ker, ne vem, fantki ne jokajo, pa take stvari. In jaz sem imela po moje tega ful vseb, pa ne obsojam svojih staršev, no, če bo slučajno to kdo poslušal.
sem jima hvaležna vsem pač za življenje. Ja, vse sem naredila najbolj, kar sta znala in ni kar zdaj, sta lahko, vem, ampak da danes vemo več, vemo, kakšne so posledice, tle že statistika, strokovni članki, znanstveni članki so ni bilo lahko. Raziskave, ali? Bom rekla, ni bilo lahko. In jaz sem bila ful ena taka tiha punčka, ful po merilih, pridna, poslušna, ubogljiva. Nobenih problemov v šoli delala. Res, pač tako. Niti nismo vedeli, da jo imamo. Tako, ja. In moj sin je kontra temu. On bo v šoli povedal, da mu je vseeno, pa tako. Pa mu bo dolg čas, pa se bo malo zleknil čez mizo, pa tako, ampak... Ti tu zdaj se tle smeješ, učiteljca ima pa težavo. Ja, ne, sej ni zdaj, da jaz njemu doma povem, da pač vseeno. Ampak tudi doma, to, kar je ključno, on vse direkt pove. Direkt mi bo povedal, kaj ga nekaj zmot, ker jaz to nisem. Ko mi nekaj ni bilo, jaz sem se zaprla vase. Se nisem pogovarjala, on bo pa direkt usekal. In to mi je bil največji izziv, mi je bil to. Res, mislim, parkrat sem se kar zjokala, tako, pa zakaj mi zdaj on, tako... Ne mora tega reči. Tako, res, zakaj mi na tak način kaže, vse to, kar, in pač itak z delom na sebi pa to, sej sem vedela, da neki siguran je, ker sem jaz vedela, da jaz nisem čisto okej, da imam ful enih potlačenih stvari, čustev, ker jih imamo. Samoizraženosti. Ja, to in nikoli nisem bila, videna v tisti ta pravi luči. Vedno sem se v življenju kazala drugače, kot sem bila znotraj sebe, ker me je bilo strah, da ne bom sprejeta. On se pa pač pokaže tak, kot je. Pa te še vedno? In kaj? Strah, da ne boš sprejeta, če boš polno samoizražena. Včasih. Odvisno od situacije, ampak zdaj skozi bolj sledim sebi, skozi bolj se mogoče... Kaj pa je strah, ki tega tvoj najbolj prodaja? Ja, da pač mislim, da ne bom dobila potrditve, sprejetosti, oziroma da bom rekla, če nekaj delam, mene ful izpolnjuje to, kar delam. Pač res in marsikdo, bom rekla, sploh kakšni starši, kaj bo zdaj ona meni tle predavala, pa tako pa. To me je včasih zmotil. Mogoče me še, ne vem, da bi imela kakšno predavanje, pa bi pa kakšen starš rekel, kaj mi boš ti pametvala o vzgoji. Pa v bistvu jaz ne pametujem o vzgoji. Jaz ti dam neke konkretna orodja, ki lahko te pomagajo. Skozi svoje izkušnje, skozi znanje, skozi vse, kar sem jaz, ampak to me včasih še malo strigirano. Ampak je tukaj, se pravim, moj sin me res uči, on je tako direkt pove. To ne bo tako, to ni tako, ne vem, ali pa pač to je tako. Zakaj nisi to tako, Včasih tudi, jaz sem bila full control freak. In enkrat mi je rekel, mami, teži nekaj to kontrolirati. Sej bo vse tako, kot mora biti, Tako, take stvari, Tako da to sem zdaj, ker ne bom rekla, da sem čist spustila, še vedno sem malo. Ampak precej manj. Tako da, ja, v njemu se vidim, kaj jaz nisem in kaj bi lahko. In zdaj tudi ful boljš. Lažje na tem pol tudi delaš, ko vidiš, otrok ti tako pokaže, če si pripravljen videti. Lahko pa jaz bi videla v tem njegov upor, ga kaznovala, ga ne vem, kakšen pa si, kako se pa obnašaš in tako. Tako da ja. Ker se pa ostalega tiče... Najbrž pa ne gre čez meje, ker pa bi verjetno Daniel malo drugače reagiral. Včasih je šel, zdaj pa ne več. Mislim, ker je bil manjši. Zdaj pa skozi manj. Tudi včasih, ampak ne več na tak način. Pač zdaj vpraša. Tako res vpraša, stvari. Ne tako, da bi zdaj rekel direkt nekaj, ampak vpraša. Kar mi je ful tako, ja, valjda neka potrditev, da ne vem, se mi zdi, da vse... Preden obsojaš, vprašaj. Ja, tako. Ampak velikrat je, starši preveč uporabljamo besede, pa premalo slišimo. To jaz recimo ful poudarjam, pač na delavnicah, tudi, ne vem, v objavah in to. Zdaj si že s tem začela, se pravi, delaš kaj? Ja, kaj delam? V bistvu sem kot neka podpora za družine, najstnike, starše,
tudi mlajše otroke. Staršem pomagam, svetujem, brez obsojanja, ne, kako si lahko pomagajo z določenimi prijemi, orodji na poti starševstva. Najstnikom pomagam z delavnicami, da imamo mogoče za malo več motivacije, koncentracije, samopodobe. Recimo, danes sem pa imela eno družinsko delavnico, ko pridejo tudi starši in je bolj v bistvu to, da se z otrokom povežejo. To je pa za od 5 do 11 let neki. Pa tudi pač neka orodja, kako ne reagirati. Tukaj pa pol staršem povem, ja, kako reagirati, ko se otrok jezi, pa trmari po tleh. Kako reagirati, ko nekaj dela, pa mu ne gre, pa se jezi? Ja. Da mu ne gre, ker dobiš, feeling dobiš. Ja. Ni mu ratalo in zdaj je jezen, ko mu ne rata, glih, da ne vidiš v njegovo glavo misli, jaz sem glup, ki sem nesposoben. Ne? Ja. Kaj bi ti svetovala? Spodbudiš ga, ne, da se trudi, da je pomemben trud in ne to, kar je na koncu. Se pravi, a nekdaj, ne vem, glih danes je bilo na delavnici ena punčka, in pol je potegnila zadovoljstvo, pač čustva imamo in pol je to pač prišlo k njej. In sem rekla, kdaj si zadovoljna in ona tako, ko nekaj dobro naredim, ne, sem rekla, ampak veš, moraš biti zadovoljna tudi, ko se nekaj težkega lotiš, pa ko se ful potrudiš, pa tudi, če ni prišlo ven tako, kot si želela, moraš biti zadovoljna sama s sabo. Ker pomemben je, da smo zadovoljni s tem trudom, ki smo ga vložili. In jaz isto, recimo, pač mogoče, če pri nalogi kaj ne gre, pa to, pa je pol, ja, vidiš kako sem neumen, ne vem, nekaj, ne. Trudiš se, daj poglej iz drugačnega kota, vzem si pauzo, nekaj, ne. Sam se mi zdi, da to rabimo tudi mi, ne, ker jaz bi rekel, da sem te vprašal konkreten primer, moja dva sta taka, sam ker sem jaz tak, ne, pa tudi Urša. Si ful perfekcionist. Perfekcionist bi bila pretežka beseda. Okay. Bolj na to, da si nekaj zamislim, ne vem, tak primer najbolj, ki ga zmeram povem, je, sem zabijal slike za obes, ne, in zabijaš žebo v steno, ne, in ti si zamišljaš, ok, tole bo vzelo 10 minut, ne, jaz zabijem, no, še manj, slika, bum, 2 žebla in daš gor, gremo naprej. In pol žebo ne gre not, ne, ker je nek armeran beton ali nekaj. In pol moraš tu vrtati in razbijati. In ti žebli se ti zvijajo. Ti si zamislil 3 minute, bom to delal, zdaj je minilo že 10 minut in si mislil, stari, jaz sem tako nesposoben. Ne. Jaz bi sebe zdaj najraje nekam poslal. Ne. In mali pa sam gleda. Takrat se prav spomnim, ta je bil leto pa pol star, jaz pa zabijam. In takrat naprej, ko ima on neki je smak sveta. Isto, ko pri meni. Tako da pa jaz pri sebi to zdaj spuščam, sam nisem še odkril čist vera, ker vidim, da me vrže vsakič, ko gremo kaj delati, si jaz v glavi že naredim plan naprej. Avtomatsko se zgodi, pač to hitro sestavljam. Podzavest, ja, to hitro sestavljam, kaj bi se moglo zgoditi. In potem malo bi nekaj drugega in zdaj jaz vem, da če bo tako, bo to zdaj ful dlje časa trajalo. Ampak veš, da otroci so tukaj zato, da nas ustavijo. Tako, ki si bila ti zdaj. Sorry, mislim tako. Ja, ne, sej prav. On, ki si rekel, bo dalj časa trajal, ja, ampak po njegovo te bo upočasnil in boš mogoče bolj razmislil. Ja, in on bo verjetno hitreje dojel, če bom jaz počasneje, ker če jaz hitro, on ne sledi tako hitro. To velikrat, on bi rad tako izraven, jaz vedno pol, najprej glej, da pogledaš, da vidiš in pol boš probal. Ampak včasih jim moramo malo bolj zaupati, da zmorejo kakšno stvar narediti. Brez da jim neki, sej oni nas opazujejo skozi. Veš, in mogoče je že videl to, ampak ni bilo direktno, ti nisi videl, da je on opazoval. Želel sem pol tu še dokončati, da pol vmes se pa vseeno ustavim, pa si rečem, ja, in ok, bo pa že časa trajalo, si skupaj, bomo nekaj naredili. Po zadnjič mi je mislim, če ne bi tako vzajemno je bilo, no. Jaz sem kosil in on reče, jaz bom zdaj tle neko potko zgradil. Na zgornji terasi imamo pa umetno travo in on po eni družini, ki smo bili na obisku, sta pa jim pa nametala v avto noter cel prtljažnik drv. Se pravi,
Toyota Pro City, to je podobno kot Berlingo, ne, je bolj znan ta model avta in polno drv noter. In ko smo prišli domov, ta drva ven, gor so bila tam in on bo zdaj iz teh drv meni tam neko potko delal, mislim meni, gor na terasi. Ne. In jaz skunu, ok, delaj. Ne. In jaz neham kositi in si naredil, ja, oči, lej, tam sem zložil, res, ko jih je zložil, ne, je rekel, vidiš, tu bo zdaj potka, sem rekel, ja, sam dež prhaja, ne, pa bo ti zmočil drva, ne. Pol, če boš hotel kurt, ne bo delalo, ne. Aha, pa jih bom dal pa pod streho. Zdaj, jaz sem pa na zgornji terasi pod ta umetno travo dal polivinil. In sem ga pač zalepil selotejpom, pač, ko imamo narejeno, v glavnem od znotranje strani na tisto ograjo, ki pač je taka zaprta. Ampak se je pač odleplo, ne, breme, kakorkoli, se lim je popustil. In pol sem videl, aha, ok, tu, kaj pa če jaz ta polivinil utrdim spodaj, da ne bo voda tekla za njega, da dam sam ta hlod tam. In dejansko je prišlo tako sem pol razmišljal, ne, ok, jaz sem kosil, on je rekel, tu bi delal, jaz bi lahko rekel, ne boš. Ne boš mi zdaj drva gor, jaz sem na umetno travo, vse bo umazano, razumeš, ne. Sem bi tako, da je spustil. Pol bom pospravil in je on nesel in je dal tako spodaj in tam sem jaz dobil idejo, kako rešiti svoj izziv, a ne. In se mi zdi, da če se potegneš nazaj, pa si tako, ok, izpreži, ni nujno, da sam ti veš, kaj se bo zgodilo, ne. Ja, včasih smo ful tako, a ne, otrok neki ve, ampak ker je on otrok, pol kar vidimo, da mogoče pa njegova rešitev pa ni ta prava. V bistvu pa mogoče boljša, ne. Tako da včasih težava, ki jo vidim, je bolj to, a ne, da nekateri najstnike gledajo še vedno kot 5-letne otroke. A ne, in to je pol to, ko sem se prej pogovarjala, pri 40-ih še vedno doma. Pa, a ne, zato, ker ga ves čas vidi kot enega mehkega otroka, a ne, in mu ne da možnosti, da pokaže. V bistvu si pa ful olajšaš zadevo, kot mama, če ti, ne vem, otrok pri 15-ih že, ne vem, zna olupati krompir, pa ne vem, dati prati perilo, mogoče to bolj za punce, da ti posesa stanovanje, da ne rabiš pač ti vse. Zakaj, mene so vse naučili. Meni to, škaj ti to da v življenju? Imam eno vprašanje pa vzate. Da ti to, da jaz, ki sem se Uršo recimo spoznal, ali pa to vse druge bivše partnerke, jaz sem vedel, da njih ne rabim zato, da sem ok v life. Jaz znam zase poskrbeti. Znam skuhati, prati, zlikati, pospraviti. Ne rabim. Jaz si želim imeti partnerko, s katero bova skupaj ustvarjala stvari, a ne, se podpirala, rasla, ustvarjala družino, a ne, in tako naprej se skupaj postarala in nekdo, s katerim bi rekel, se vlaka pripeljeta in usporedno potujeta skupaj. Ne na isti progi, ampak usporedno, a ne. Vprašanje zate pa je, kako ti kot ženska, ne, sicer si spoznala svojega partnerja 16 let nazaj, ampak rečemo, da damo tem fantom, če tu gledajo te moški, ki so zdaj doma, ne, da jim malo povemo iz ženskega sveta, ne, kako bi ti rekla, da dojemaš ti, ali pa dojemate, še mogoče se s kakšnimi prijateljicami pogovarjaš in vidiš to, ne. Kako se vam taki moški zdijo? Ja, težko rečem, da bo tak moški sploh, a ne, itak vemo, da verjetno ne bo sploh šel v nek odnos, zato ker ne zna iti odnos. V bistvu je to mamin sin, a ne. V bistvu mamin drugi ljubček. Jaz bom rekla, tako mogoče psihološko gledano, ja, mame tega sina vzamejo kot za partnerja, a ne. In njemu dajo vso ljubezen. In to je pri zelo velikih. In pa se bojijo, da bo ta šel, ker pa bo nazaj tam bil ta mož, ki pa ne ve več, kdo je. Lahko, da so imeli kakšno izgubo ali pa karkoli, a ne, ker velikokrat je tako, da mogoče zgubiš otroka vmes ali pa ne vem, da je neka izguba v tebi in pol tega otroka toliko hočeš zaščititi, da ga ne spustiš od sebe. Ampak to je energijsko, a ne. In v bistvu bom rekla, da se mogoče taki moški tega ne zavedajo. A ne? Zato, ker oni so s tem uživeli in oni zdaj pač ne znajo. Ampak če bi ti zdaj si v tej vlogi, kamera bi jim nekaj sporočila, kaj bi jim sporočila? Ja, da naj se čim prej odselijo. Mislim, da bo za njih boljš,
da ne začnejo živeti. To mi je zdaj. Ker kako se vam ženskam zdijo taki moški, ki nekaj, a veš, jaz vidiš, si ne želim moškega, ki bo prišel, pa ne vem, pol pa perilo ne bo oprano, ker sem, ne vem, jaz tako kot danes, recimo cel dan od doma ali pa kosilo ne bo skuhano, da bom šla od doma, pa da me bo skrbela, bojo otroci imeli kaj za jesti, da bo doma karkoli narejen. Danes me praktično to ne skrbi. A ne? Zato, ker problem je v tem, ker tak moški rabi žensko, ki bo dejansko njegova mama. Ampak tak odnos tudi ne traja dolg. Zato, ker on se tega ne zaveda. To. In to je res mogoče težava današnje družbe, zato ker taki moški vidijo družino kot neko obveznost, ki jih bo priklenila domov. A ne? In pa so že, ne. dejansko so pa priklenjeni. A ne? To, vse to. In družina ni nekaj, kar te bo priklenilo domov, a ne? Če ti znaš komunicirati. Tudi, ne vem, jaz si tega ne želim, ne zase, ne za svojega partnerja, za otroke. Pač, ja, valjda, da otroke vse moraš malo usmerjati, malo morajo imeti vse nadzora, se mi zdi. Ampak moraš jih tudi znati spustiti od sebe. A ne? Da. Mislim, Jaz pravim, da starši, učitelji, bi mogli tako skupaj sodelovati, do tega še pridva. In vsi sam držimo, rečemo temu, bregove reke. Mi smo bregovi, tla je reka in on lahko zdaj pluje po tej reke, ampak ko prije do brega, tla ne moraš iti naprej, tla je meja. Pa idi nazaj, odkrivaj znotraj teh bregov. Ja, mislim, ful je pomembno, da dobijo pač neka orodja, da lahko grejo v svet. Danes, bom rekla, tudi šolski sistem jih ne podpira glih v to smer. Ker šolski sistem gradi poslušne, pridne otroke, to, kar pač midva ne marava slišati. In to je težava. Ker tak otrok ne bo samozavesten. Kako to ocenjuješ? Imaš zdaj, se pravi, sina, ki bo končal 9. razred, hčerko, ki je 6. razred. Kako ocenjuješ? S čim lahko podpreš to, kar si rekla? Ja, jaz jih probam doma čim bolj podpreti. Bom rekla, da tudi v tej šoli, ki moje dva jo obiskujeta, so učitelji zelo kar odprti za pogovore, če je karkoli narobe, tako. Da se da. Bi pa, ne vem, v šolah bi bilo treba bolj delati na tem, kakšne otroke si želimo, pa kaj za to naredimo. Se pravi, da so otroci samozavestni, da so odgovorni, da so motivirani. Kaj tam, ko vprašaš starše učitelje, kakšne si otroke želijo, vse to, kar sem naštela zdaj. A je tako? Verjetno si to ti tudi želiš za svoje otroke, pa je za svoje. Še eno stvar bi dodal, ki sem zadnje čase dobro slišal, rekel, ne vem kdo, ki je rekel, preveč je poudarka na samozavesti, premalo na samokontroli. Ja, da je mogoče bi treba bilo otroke učiti, pa tudi mi odrasli se učiti samokontrole, ker ta je ta, ki ti naredi največ škode, ko nimaš kontrole nad svojimi besedami in dejanji. To je pa pol to, ta control freak, ker recimo to pa spet izvira iz neke travme, bom rekla sigurno. Mislim, control freak, sej, a veš, kaj mislim, samokontrola zame je, jaz dobim občutek, ali pa ne vem, ta je zdaj nekaj tam dela in meni čez glavo mislim, jaz ga prijel za noge, pa vrgel na ulico, razumeš, pa če ga zdaj le kamion zbije, pa sem naj gre. Ampak ne naredim tega, tu je samokontrola za moj pojma. Ja, sej to hočem reči, v bistvu. Ni control freak, hoče zunanje okoliščine kontrolirati. Ja, ampak tukaj pri šolskem sistemu je ful tako. Če si iz moje izkušnje povem, velikrat je itak dobiš mail iz šole danes za čisto vsako stvar. In včasih bi reagirala tako, da bi letela v šolo, pa ne. Danes je pa, kontroliram situacijo, to in v šoli, ne vem, bom rekla, lani se je zgodila ena nesreča v šoli in je po nesreč sin razbil ogledalo v učilnici, ker je enemu sošolcu podal nekaj, kaj on hotel. Učiteljica mi tega ni sporočila, ker je ona želela, da on pač to sam. In on se je to zmenil vse, pol tudi pri ravnatelju, kakorkoli. On je prišel domov, nekaj se je zgodil, vprašam, kaj mi je povedal, sem rekla, kako pa je pol zdaj to,
Je rekel, ne, jaz sem se vse zmenil, ne rabiš nič. No, pol čez 2 dni mi piše učiteljica, če je povedal za razbito ogledalo. Jaz nisem njej nič odgovarjala, zato ker če ona meni ni sporočila, pol sem nekako dobila sporočilo, da ona njemu zaupa, da mi bo sporočil. In mi je spodaj samo pol v mailu napisala, za razbito ogledalo je pa povedal, in pol sem mi pač samo odgovorila, da ja. In v bistvu je ta komunikacija, pač jaz bi lahko, ne vem, po nesreči se je razbilo ogledalo, valjda, lahko bi šla ful v luft, pa zakaj si zdaj razbil to ogledalo? Je bilo to treba stvari čez razred. Pač zgodilo se je, ne vem. Zgodijo se stvari, tako kot pač, ne vem, kakorkoli. Malo drugače je, ko gre za kakšno nasilje, ampak tukaj je res bilo tako in sem rekla, če si se vse zmenil, jaz ne bom sploh v šolo nič, če bi bila to jaz 10 let nazaj, bi verjetno malo drugače reagirala. Tako da tukaj je mogoče ta moja kontrola, ki sem jo včasih ful imela, zdaj jo imam skozi manj. Ampak ja, to, kar si rekel, ta samokontrola je, opažam tudi, pa ne bom rekla, da mogoče jaz ne, da starši ful prestopajo meje. Mogoče jaz tudi včasih, tako če zdaj malo pomislim. Ampak v kakšnem pogledu? Se vedno pol zavedam tega. Ja, recimo pač, ko se kaj zgodi v razredu, pa pol učiteljica mi, ne vem, na pogovornih urah to omeni, pa tako. Se jaz probam skomunicirati, ampak mogoče s kakšno besedo tako malo preveč zagovarjam otroka včasih. Ne vem. Naš pa ni ta. Ja, ne, to ne rečem. Jaz vedno rečem, da je zraven, ampak poznam pa vsem svojega otroka, tako da mogoče, ampak lej, to je pač, vsak vidi s svojimi očmi zgodbo. Tudi otrok vidi drugače kot učiteljica, in otrok bo meni doma drugače povedal. In tukaj je ful težava pola, ker pridejo različne zgodbe. Bom pa tudi tako rekla, da otrok reagira na odnose okrog sebe v tistem trenutku. In zdaj, če v razredu učiteljica dela razlike med učenci, otroci to čutijo. In velikokrat je to težava v današnjem šolskem sistemu. Še težava, seba tudi. Mislim, preveč se delajo te razlike, izpostavlja se, kdo je boljši, kdo ni. Tako. Jaz vem, da so učitelji danes preobremenjeni, da jih ful manjka, da je ful težava v tem, ker je težko vse delaš z otroki. Se tudi oni so posledica sistema, se ni zdaj, da so oni krivi, ali pa da je kdorkoli kriv, ampak so pa tle določene odgovornosti, za katere določeni ljudje nočejo prevzeti odgovornosti. Vsem se ti odločiš, da boš pedagog, da boš delal z otroki, se zavedaš. Zdaj pa ti ne smeš... Mislim, sem tudi Zavod za šolstvo, ministrstva in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro malo zračunati, kakšne so posledice, če otrok ne dobi okolje, ker jih pomalo lahko zračunaš z vsemi zdravili, antipsihotiki in takimi zadevami. Kakšna je materialna škoda ljudi v zaporih in tako naprej. Koliko to dejansko stane, ker je nekdo brezbrižno ravnal večkrat. Sej, če enkrat se zgodi, dvakrat si tako, zdaj bo treba nekaj narediti, kaj je pa že večkrat, je pa že tako. Zdaj pa že malo to znalaš, delaš ali pa se ti ne da. Sam, če se ti pa ne da, pa pač bojo zdaj neke posledice. Tako, ja. Mislim, tako je v šoli, itak ministrstvo vemo, da vsako leto kakšne nove zakone uvede in ne vem, letos je bilo spet, zdaj lahko uradno pač se pregleda učencu torba, telefoni so, ne vem, saj so bili že prej prepovedani, ampak zdaj so sploh. Pol zdaj ta sistem, ki imajo te dodatne vsebine, oni rabijo spet dodatne učitelje, zdaj ni več jutranje varstvo pa podaljšano bivanje. Ali je nek sistem RAP, ali kako se reče, ne vem čisto točno. Ja, nekaj sem bral, da mora imeti prav tudi učni načrt narejen za to. A razumeš, jutranje varstvo pa podaljšano bivanje je bilo edino, kjer so otroci imeli neko prosto igro znotraj šole, ker niso bili usmerjeni. In zdaj morajo še tam imeti aktivnosti. In to delajo eni tam na unih stolčkih gor, ki sploh nimajo stika z otroki.
Ja, mislim, vpraša se, kaj so njihovi motivi. Ne? Jaz graditi poslušne, pridne otroke, ki ne bodo znali v svet stopiti, oziroma ki bodo tudi v službi. Vemo, kje te končajo. Ne? Končajo na farmacevtskih preparatih. Ne? Ja, sej, ampak to je pa pol spet druga stvar. Pa daleč od ljudi, pa zato da pol tukaj farmacija potrošništvo. Ja, in trgovina posledično. Ja, ti si več tam. Ne? Sej, če gledaš, ne? Industrija, eni reče. Jaz rečem temu, ker sem bral, industrija raka je bila, ne vem, ko sem bral 10 let nazaj, po moje, je bila težka 600 bilijonov, 600 milijard. Imaš gaming industrijo, ne. Ti ljudi oddališ in pol jim nekaj daš, ne, zdaj rabim boljši računalnik, rabim boljšo miško. Jaz sem bil v tem noter, ne. Ko si tu iskal, ker si mislil, da boš boljši, da boš vreden, da boš dobil neko to potrditev in si jo najdel v virtualnem svetu, ker v resničnem življenju nisi imel odnosov, ki bi rekel temu, nisi se znal obrniti po doma, mislim pa obrniti. Kako bi temu tudi rekel? Ja, nisi te vrednosti, ki jo čutiš v sebi, v resničnem življenju, ni bilo te potrditve. Ni lastne vrednosti, ja. In tukaj ti otroci ne bodo zgradili te lastne vrednosti. In že zdaj se zatekajo, ne vem, se vidim, pa včasih pride pol, ne vem, bom rekla sin, ja, ne vem, ta ima pa nov iPhone, pa ne vem, zdaj ima računalnik za, ne vem, 3 ure, pač se sploh ne vem, koliko so cene, ampak čisto. Pa ne vem, pa pol superge, pa vse to more biti, pa ne rečem, tudi pri nas mu kaj kupimo, veliko stvari, on našpara pa si kup, tako, tukaj ali pa da zraven, zato ker se mi, mislim, jaz bom tako rekla, pač vse to, ta materializem, meni je škoda denarja, zato jaz raj dam malo več, pa grem nekam na izlet, na morje, ne vem, neki, da skupaj počnemo, no. Meni je to bolj, ne vem, meni ni pomemben, kakšen avto jaz vozim, meni je pomemben, da imam dom, kamor se rada vračam, da sem rada doma, da imam ljudi okrog sebe, ki me podpirajo, da lahko kam gremo, pač ja skupaj, da smo družina. Res mi ni ta materializem tako fulje. Overrated je. Ja, pač ker enim je pač precenjen, pomembno, s kakšnim avtom se bo zdaj tam le pripelil. Ja. Meni je čisto vse res. Meni je važno, da je avto varen, da me pripelje od A do B, da se lahko z njim pač peljemo. Da, to je osnovno. Kaj pa rabim drugega? Avto je pleh. Pač. A veš, pogaš pa šparu tam neki, pa ti ga v en butnu tam le enega Porscheja, kaj pa bo pol. A ne? Ja, to je zdaj, dobro si povedala, je z občutkom lastne vrednosti, po moje, če imaš to gnarja, da ti je Porsche nekaj tako za zraven, pač sam avto, ker si lahko prvoščaš tako dober avto, ga pač kupiš, ampak ko ti ga nekdo rukne, tam se pokaže, kako dojemaš to celo zadevo. In isto je recimo s temi računalniki, pa tako, ne vem, kaj bo tam ne vem, 15-letnemu fantu, ne vem, nek gaming računalnik, pa 3 monitorji, pa razumeš, tak fant mora iti ven, se družiti, razumeš, to. Rab družbo, ne pa, da se zapre med 4 stene. Pa. Jaz bom zdaj jih malo zagovarjal. Malo, ok. Ja, lahko malo, sej malo tudi jaz pustim, ampak. Ker je pač ta inspektor, ki se mi zdi, da je še več tega, ker ni sprejemljivo. In tu je, da so fantje, punce, ki so nadarjeni za gaming. Se pravi, a ne? In zdaj, če si ti nadarjen za fuzbal, imaš tu legit sprejeto v družbi, ni problema. Ne? Če si pa nadarjen za to, pa ni sprejeto. Ne? Pa kao nekaj narobe. Sam, glih tako lahko ta otrok, če si tu želi, prepoznaš kot starš, rečeš, pošti me šolo, domača opravila, 1 uro popol do 2 gibaj, ali treniraš nekaj, vseeno mi je, ali pa ven, pač kolesar nekaj, gibati, na ulico, košarka, nekaj gibati. In pol lahko tu treniraš, ampak mi nared plan, ker boš treniral igrice, ne boš jih igral.
Ja, to je druga stvar. Da nisi muto tam za računalnikom, kot sem bil jaz, ker sem sam igral, ki jih nisem treniral. Ja, ker je toliko interakcije in te pač Ja, ne, pa ponavljaš ene in iste stvari, zakaj pokajo tipkovnice ali pa miške, gamepadi, zato ker ne treniraš, ampak igraš in delaš eno in isto napako in pa si vedno znova presenečen, kako to, da ti ne rata, kako to, da ne pogruntaš. Ker ne razmišljajo možgani. Točno ne? to, ne. Ja. Ker sam reagiraš, reagiraš tako, kot znaš. Ja. In se mi zdi, da ne bi bilo to eno mojstrstvo starševstva, bi bilo prepoznavati, ne? Zakaj, v čem je tvoj otrok dober, mu dati možnost, da proba, ampak znati pol tu ustaviti, če vidiš, da gre v napačno smer, oziroma postaviti jasne pogoje. Ja, sej to, recimo pri nas tudi, valjda imamo računalnik, za kakšne šolske stvari, valjda se igrajo igrice. Jaz sem recimo... Sej sami igrice mi nič narobe. Mene moti to, ko pol to druženje prenesejo v igrice in oni se pol družijo online, in tako se povežejo z mikrofonom. Ja, za časa COVID-a so bile gaming, je bil nov bar. Ja, ok, ampak takrat so nas prosili v to, ampak in ni pol, ne vem, otrok gre na igrišče, vzame žogo, pride nazaj po 1 uri, ker je 1 uro sam metal na koš. Po 1 uri, ok, on se je izmigal, ker je tako, če sam mečeš pol že kar in ni bilo nobenega. In to je danes so igrišča prazna. Mislim, po večini, sej verjetno so, ki je tudi še kakšne se mogoče počasi malo obrača ta trend. Ja, zato ker, sam prepozen je, ker ti pol pri 15-16 vidiš, da si otroku preveč dovolil. Ne vem, otrok, ki ima že pri 12 TikTok račun, pa Facebook, pa Instagram, pa sploh ne vem, kaj so zdaj še vse za ene aplikacije. Pa da ti nimaš vpogleda, koliko je on na tem, pa kaj komunicira. Ja, itak, da bo pri 16, ne vem, pač tudi otrok, zakaj ima to, tukaj se moraš za to vprašati. Oni grejo v virtualni svet, ker se tam počutijo varno, ker jim noben ne težijo. Ampak sej ni nujno, da jim ti težiš, se jaz tudi mojima ful težim, pač v njunih očeh je itak teženje, kar rečeš. Zdaj pa dosta, ne vem, ta mala ful rada posluša muziko, tako to jo sprosti, si da gor slušalke, ona je pač... ampak to je omejeno, to ni zdaj 5 ur popoldan, valjda, in kaj nadzoruješ, kaj posluša? Ja, mislim, vem, kaj posluša, zato ker ona je zelo zbirčna pri glasbi. Tako da je pač, recimo, bom rekla 1 uro in to je to, In bo sama pač prinesla, bo rekla, ok. A veš, niti zdaj moram jaz, zdaj pa dost 6-krat ponavljati, Ker tisti, ki se pa že, ne vem, ki jim je telefon skoraj da ne v zibko položena, Ja, tem pa... Je pa že to odvisnost, možgani že takrat začnejo, ne vem, po mojem malo odmirati, kva jaz vem. Ja, ne, deprivacija se zgodi, lenobni ratajo. Ja, lenobni, in pol zakaj moj najstnik ni motiviran? Ja, kako pa naj bo, če skozi ekran gleda? Mislim, da sem slišal, se ne bom rekel, da je njegova teorija, samo od njega sem slišal Gregor Kosija, je rekel, se pravi, če imaš ti dobre odnose, ti proizvajaš hormon oksitocin, Ko nimaš teh odnosov, ga probaš nadomeščati in dopamin uspešno nadomešča oksitocin. In zdaj včasih si mogel iti ven, pa ne vem, rečemo na polju, si delal cel dan, si nekaj naredil in si dobil dopamin, zdaj sem jaz delal in zdaj je tle nek rezultat in ta rezultat je sprožil dopamin in je bilo tako, ok, greš lahko naprej. Danes pa sam možganom se zdi, da delaš že, ko scrollaš in dobivaš ta dopamin in se mi zdelo vrhunsko, kaj je to povedal, ker se res strinjaš in ti sam nadomeščaš, skus nadomeščaš in ki ga dobiš toliko na easy, ker ga dejansko nosiš skus sabo, v žepu, nosiš dopamin injektor, se pravi, po slovensko, ker smo v Sloveniji, se pravi, injekcijo dopamina imaš skus v žepu. Ampak motivacija pada, Motivacija pada, ker so slabi odnosi in ti pa, če nimaš odnosov, ne veš, zakaj bi to počel. Ja, to in pol ti je ono, zakaj bi se jaz trudil, za koga, stari moj, kaj, za koga? Vse nas je 8 milijard, koga briga, Ja, to je res, ampak če ima otrok neko disciplino, pa tako, ne vem, jaz bi vse otroke dala v nek šport,
tako kot si rekel, do srednje šole bo. Ampak ne na silo, pač tako, da dela nekaj, kar si sam zbere, v čemer uživa. Pa mislim, da mu čez to prevzgaja občutek spoštovanja do telesa, ne? Ker je telo narejeno za gibanje. Tako. Sej, zaradi mene je lahko, se tudi vsi športi niso gibanje, ampak če hočeš uspeti v njih, moraš, ne, recimo šah. Ampak oni tečejo maratone, zato da zdrži kondicijsko tok časa. Seveda, pa tudi možgani morajo biti, klir noč ne sme. Mislim, tudi ta hudi gamerji trenirajo, so ne vsi, ampak večina. Ja, mislim, je nekaj tako, pa dobro, zdaj pač fajn je, ampak da imaš ti neke mislim, sem to, ker kakšni so alergični, pa nismo vsi za gibanje. Jaz sem tako, pol nisi človek, če nisi za gibanje. Telo je narejeno za gibanje in če se ne gibaš, začne pač prej, bom rekla, vse začne prej odmerati, bolijo te stvari, ki te ne bi smele boleti, če bi imel mišice, namesto da sklepi prevzemajo mišice. Namesto da mišice prevzemajo obremenitve sklepi in pol boli in pol jokamo. Ja, sej to je, in pač če otrok pri 15 samo že v šoli cel dan presedi, pa še popoldan, kje smo pola, ne? Tako da ja, jaz bi rekla, da je največji izziv današnje družbe je to, no. V šoli imajo premalo športne vzgoje, ne vem, mislim, da jo imajo v 9. razredu 2-krat na teden. Kaj pa, da jo ocenjujejo, vidiš, da je to problem športne vzgoje? Ja, to od 1 do 5, no. Enako kot recimo potem glasba pa likovni pouk. Jaz se tukaj bi, ne vem, lahko tudi grem skozi mojo izkušnjo. Moj otrok je športnik, in nima težav pri športu. Ampak nekdo, ki je malo manj motoričen, jih pa mogoče ima. Ampak bom rekla, da pri nas učitelj je tako, da gleda trud. Se pravi, da ocenjuje odnos. Ja, da ti prideš, da imaš športno opremo, da se potrudiš odteči, ne vem, kuparja, čeprav je težko, recimo. Pol je glasba, to je spet ful odvisno od učiteljev, Zdaj lahko ti otroka ocenjuješ, ja, ti pa nimaš posluha, boš imel pa glasbo 2. Samo ta otrok se lahko teorijo pa ful nauči, ali pa ga ful, A veš? Ali pa ga ne. Mislim, tako, sam spet na dolgi rok, če je nekdo športnik, glasba pa likovni pouk sta njemu neki X, in moj otrok recimo umetnik ni. Meni je bilo to tako. In meni to, jaz bi dala nazaj, tako je bilo, no. Če bi pač lahko zbirala. Da ocenjujejo odnos do tega, bi jaz rekel. Ali pa to, no. Si rekla trud, da se trud, da vidiš, da proba razumeti, sam pač ni mu zanimivo in ne bo zdaj naredil nekega vrhunskega izdelka, ali pa ne bo zdaj najhitrejši v razredu, ali pa najvišje skočil in je okej. Važno je, da je on tam, pa da se potruta, to, kar sva prej govorila. Kdaj si zadovoljen sam s sabo, Pa vseeno pač bi jaz, ne vem, takmu otroku, pol, ki se trud, ne vem, ne bi mu dala 2, bi mu dala, ne vem, 4 oziroma pač mogoče tudi 5, odvisen zdaj, okej. Samo vprašanje je, če z ocene privzgojiš delujoč odnos do tega. To Kar bi rekel, da glede na stanje družbe do športne vzgoje sigurno nam niso privzgojili dobrega odnosa. Če gledaš družbeno, gledano je glede na to, da je vedno več otrok debelih. Koliko je 1 na 5 v Sloveniji predebelih otrok, ali 1 na 4 je celo že najnovejša statistika. Mislim, to je težava itak po celem svetu. V Slovenijo tudi to že ful prihaja, poglej v Ameriki, sej. Mal je prehrana, ne gibanje, itak samo to predelano hrano jejo. Ne vem, jaz sem to kar nehala kupovati. Tako, rajš, ne vem, doma kaj naredim, spečem, ka vem, kva sem noter dala. Tako. In tukaj v Sloveniji bi mogli biti hvaležni, ker imamo vrtove, imamo možnost tega. Vrhunske pogoje, da imamo doma pridelano hrano. Ko bomo mi enkrat, ne vem, oblegani, ali kako bi temu rekla, z McDonald'si, KFC-ji, pa ne vem, kva še vse je. A veš, pa da je tamle, ne vem, eni družinski izlet v McDonald's, pa res, nobenega nočem obsojati, ampak malo se zamisliš, ne vem, jaz grem rajš na 1 uro kosilo. Tako, ne vem, jaz otrok ne vozim v McDonald's. Ker vem,
kakšno sranje to je. Ne bom rekla, da jima ne pustim jesti sladkarij. To je definitivno. Jima pustim pač v nekih normalnih količinah. Tok, da vem, da je za njo ok, da to pokurta, ne, itak, če imata, ne vem, vsak dan 2 uri treninga, recimo, itak gre vse ven, ne. Ampak dobro, moja otroka nimata težav, imamo bolj težave s tem, da smo presuhi. Da rabimo malo mišične mase mogoče. Ampak ja, ne vem, pri nas v šoli jaz ne opažam tako, da bi bilo ful teh debelih otrok, res, da smo malo bolj na vasi. Ne vem pa, kako je tako v Ljubljani ali pa Maribor ali pa tako. Ampak ja, tukaj je težava, ja, v prvi vrsti gibanje, prehrana in vse, a ne. Pa itak vemo, da nekaj je lakota, nekaj je pa čustvena lakota. A ne, in otrok, ki se ne bo počutil dobro, varno, zaželjeno, ki se bo počutil, da ga noben ne razume, bo jedel. A ni tako. Bo vzel čokolado, bo pojedel celo čokolado. To je ta, a ne, ali pa kaj je iz dolg časa, a ne. Zato, ker se ne znajo zaposliti, ker so odvisni od telefonov, od nečesa. A ne, in polka tega ni. Tako. Ne, da ne vem, ti vrže ven internet, vse. Pa gremo jesti. Ja. Zato, ker ne ve, kaj delati sam s sabo, ne, ker ne zna, ne vem. Daj vzem knjigo, pa ber knjigo. Ne, kdo pa danes še bere? Veš, koliko malo otrok danes bere? Koliko, ne vem, 4., 5. razred, koliko je težav z branjem? Pa ne zdaj, da želimo, ne vem, že v 1. razredu, da tekoče bere otrok, ampak otroci sploh ne berejo. Zato, ker so samo še risanke, a ne, pa te... Ja, saj tudi odrasli ne berejo. Saj so sam naše ogledalo. Saj če bi ti se, recimo jaz grem stav, da če oči pa mami zdajle začneta v bilo kateri družini v Sloveniji, se usedeta na kavč, pa imata otroke mlajše od najstništva, govorim to. In, ali pa v najstnike vzamejo telefon stran in rečejo, po kosilu bomo pol ure si brali. Ali pa ne delaš nič. Pol ure po kosilu, delaj kar češ, nimaš telefona, ne delaš za šolo, nič. In bi oči pa mami brala, bi prej, ko se je tudi otroci prijeli knjigo. Ja, pridejo pa vzamejo knjigo ali pa ne vem. Če ne drugega iz Ferbca, zakaj zdaj ona dva bereta, kaj je tam noter toliko dobrega, ne? Če pa bi ti še pokazal, da ko nekaj prebereš, pol poveš kaj, pa to apliciraš, pa ne rečemo neke te knjige, a ne? Ker jaz recimo preziram romane. Pač se mi zdi, da to je isto kot film. Čisto ista bedarija. Bereš zgodbo nekoga drugega in ne živiš sebe, in če bereš veliko dram, boš pač imel drame v life. Ja. Če poslušaš samomorilske pesmi, boš pač razmišljal o tem. In včeraj mi je friend rekel, ker sem jaz en TikTok objavil, ne, da ne poslušam radija, ker se vozim, ne. Ker pač se zavedam subliminalnih sporočil vsega, ne. In je rekel, stari, tukaj sem videl, ker si ti, sem pogledal, isto sem jaz moji ženi rekel. Zadnja 2 tedna neki stopica po stanovanju in nič ni okej. Pa sem mi rekel, halo, daj ustav se, razumeš, le, kje živiš, imaš za jesti, imaš za obleč, dobro službo, mene imaš, vse je ti kar neki, ne. To je zato, ker že zadnja 2 tedna non-stop na repeat poslušaš eno pesem, balkansko pač z naslovom Ništa mi nije prav, nekaj v tem smislu. Ja, okay. Ne poznam, ampak zdaj izpomina, verjetno sem tudi falil, ampak štekaš. Ja. In ti to poslušaš in živiš v svetu, kjer Ja, enako je z glasbo, nekaj, recimo tako, kot si prej rekel. Zato sem te vprašal, kaj poslušaš. Ja. Ful je, a ne, sploh, ne vem, zakaj odnosi ne funkcionirajo. Zato, ker vsi poslušajo, ne vem, tamle, ki pojejo, ne vem, v nekih nesrečnih ljubeznih, pa ja, ampak to pol, ja, nekako preneseš nase. Energijsko se navlečeš z tega. Ja, in to je pol, a ne, isto sama podoba recimo pri otrocih, najstnikih, kakorkoli. V igrici izgubi, a ne. Ne zmaga. In kako to vpliva pol na to lastno vrednost lahko, ne. Še tam mi ne gre. Že tako mi v lifeu ne gre, zdaj pa imam tle eno stvar, ki jo rad počnem, pa še tle mi ne gre. Ja. In to se ful prenese, ne, recimo. Tako da ja, meni se zdi zelo pomembno, no, da pač se dela na tem,
meni se zdi, da se tudi najdejo učitelji, ki ful spodbujajo to, da se pa neko medsebojno sodelovanje, da smo vsi enaki po eni strani, ampak vsem drugačni, da mislim enakovredni, tako da ni nekdo neki več, ampak da smo pa vsem pa drugačni, da imamo drugačen pogled na svet. Tako po mojih izkušnjah se najdejo učitelji, ki to zmorejo videti, ki vidijo otroka, ki je, ki recimo mogoče je malo boljši v tem, pa mu nekaj drugega ne gre, pa ne bojo zdaj zato ga kritizirala. Pač tebi gre boljš matematika, tebi pa angleščina. Pač tako je. Ne vem, meni tudi matematika nikoli ni šla, angleščina mi gre pa ful dobro, kaj ne? Tako, da vidimo otroka, v čem je dober, to spodbujamo, ampak vsem, da ga vidimo kot lastno osebo. Ne kot našega otroka, ker mi smo tukaj samo, da mu pomagamo. Veliko ljudi si otroke lasti, to pa moj otrok, zdaj bo pa delal tako, pa bo tak, kot bom jaz rekel. Ne, ti moraš pustiti, da se on razvija v svojo osebo. Tam lahko mu pa inštaliraš vrednote. Ne? To je, se pravim, pustiti ga moraš s tem, da mu pomagaš. Ne pa zdaj, da ga pa ti, ka pa otrok nekaj naredi mogoče malo drugače, ga pa takoj, ne, to moraš tako, ampak mogoče pa njemu to bolj blizu tako. Ja, zanimivo, tle zraven se mi utrla misel, ne. Prvi buliji otrok smo starši. Ne. Tako je, ja. Zato, ker jih, oni razmišljajo tako, sploh mlajši, ful iskreno, oni nimajo v njih obremenitev, kaj se pa zdaj lahko zgodi, če bom to tako naredil, Ja. In lahko mu dejansko uspe, ampak mi že z ono prvo besedo, ne, to ne boš tako naredil, naredimo kaj. Ustavimo in on pol čaka, da mu ti poveš, tako, kako, ja. oziroma ti narediš na mestnjak. Ja, tako. In to je ta težava, se mi zdi, pri lastni vrednosti. In danes otroci imajo ful slabo samopodobo, ne verjamejo vase. Vse pa vprašanje, odrasli jo pa imamo. Ja, tudi zelo, mislim, jaz zase, če rečem, bi lahko bila boljša, valjda. Spet prijeva, da otroci so ogledalo družbe. Ne. Ja, dejansko. Najstniki so, jaz trdim, nimam znanstvenih dokazov, sam izkušnje, pa oni so 10-kratnik nas odrasli. In oni sam kažejo, kje ga mi biksamo malo, oni ga bojo pač malo bolj. Ja, sej, mislim, se pravim, to je res tako težko je, pa če jaz rečem, moj otrok, recimo moj sin je ful samozavesten, on ima res cilje v življenju že za, ne bom rekla kaj. Da bo jaz olimpijski prvak v plavanju. Šola mu je malo tako, nekaj za zraven. Tako da tukaj imamo večje izzive, recimo, on bi ful, pač on bi samo plaval. To je njemu res, on, ne vem, ful uživa v tem, ful rad to dela in jaz sem sam tukaj, peljem te, ne vem, on vstane ob 5 zjutraj in gre na avtobus in gre sam na trening. Pol veš, koliko mu, najstnika pri 15, da vstane zjutraj pa gre za 2 uri v mrzlo vodo. Ja, mislim, tako bom rekla. Sam da ni too big. Ne. To ti veš. Ne. Mislim, tudi upozorilo za kakšne, ki mogoče imajo to doma, preče, jaz sem moj tudi. Ne. Sam se mi zdi, da tle je ful pomembno, da vidiš, da niso too big, da ima te vrednote poštimane, da bi rekel, šola brez veze, ampak tu se da tudi obrniti, ne. Mislim, se mu ni toliko brez veze, sej on ima določene predmete. Razumem pa, da če bi imel na zbiranje, plavanje pa šolo. Ja. Ne, malo je bilo zdaj, ko gre v srednjo, pa tako, sploh kaj s to srednjo šolo, ampak smo se zdaj nekako, kaj pa kako. Eni predmeti v šoli so mu ful všeč, pač. Eni malo manj. Pač gre v šolo, tudi pač tam ima družbo. Je pa res, da ga plavanje nekako izpolnjuje. Bom rekla, da ni beg, zato ker sva se ful pogovarjala, pač recimo, on se tudi itak se druži pač pol z drugimi plavalci, z drugimi klubi, tako. In pol malo vita, ne vem, in mi tudi pove, ta pa noče več plavati, pa ne upa doma povedati, pa tako, In pol ga jaz direkt vprašam, zakaj pa ti plavaš? Prav, zato, ker v tem uživam. Pa pravim, kaj pa če ne bi hotel več, pa da bi te jaz sila? Kvaj s tabo vse nekam pošljem, tako mi je rekel, In jaz vem, da bi on to naredil, ker on je ful tako
ekspresiven. Po moje je kar samozavesten tako tukaj, a ne, in on, če bi se odločil, da ne bo več, pač ne bo več. Ampak tukaj jaz rečem, jaz te spodbujam, njemu zdaj res mu je dobro, prijatelje ima tam. Veš, da bi rekla, kakšen bi rekel, ta pa je tak, ne, misli, da je v redu, ker se zaveda sebe in ve, da je njegovo življenje njegovo in ni tvoje in ne bo njemu noben govoril, ker on je tak, plačuje posledice svojih besed in dejanj, ne. Ali zdaj dobičke ali pa izgubo je pol odvisno od kvalitete leteh. Kako sta mu to privzgojila? Oziroma dopustila, rečva temu. Se bi rekel, da to je več ima vsakemu otroku, zdaj pa če mu pustiš, a ne. Mislim, ne vem zdaj, kako on je... A pa bom rekel drugače mogoče, no. Da ti bom lažje najdeti, ker me zanima, prva od dveh je ver tega, ne. On je posledica tega, ne. Kaj so vajine vrednote, na katerih vaša družina dejansko bazira, izvira oziroma... V prvi vrsti zaupanje, pa da si pač povemo, če se, ne vem, če karkoli, da se ne počutimo dobro ali pa tako. Komunikacija. Tako bom rekla, zdaj mečkam, da grem ven iz tega. Meni ful ljudi reče, ne, pa vsak dan treningi, pa to, pa mu ni prenaporen, pa velikokrat sem že tudi slišala, da ga silam v to, ne. Ok. Se pravi, nekdo, ki ni nikoli njega vprašal, tebe kar so. Ja, zato, ker pač, a ne, oni sam vidijo, da sem jaz vsak dan gor dol, a ne, tudi hči pač, ona gre 5-krat na teden, pač uživa, rada gre. Če je utrujena, če reče, da ne gre, ji pustim, da ostane doma. Ker tukaj že pove, da niso to zdaj moje pričakovanja, da bo ona tam, a ne. Valjda, če, pa ne zdaj ne da se mi ali pa neki, ampak vidiš, kdaj je otrok utrujen, a ne, kdaj ima preveč vsega. Tako da tukaj je res zaupanje. On ima ful željo tukaj plavati in jaz zaupam v njega, da je pač to njegova prava odločitev. Veliko stvari, bom rekla, mu pustim, da se v določenih stvarih malo sam odloča, kakšno stvar skupaj. In ta zaupanje v odnosu, no, jaz to skozi ful poudarjam tudi na delavnicah, predavanjih. Kako pridemo do zaupanja? Veš, ker zaupanje ni zaupanje ver, a ne? Rodi, a ne, se pravi, pač, da ti otroku pokažeš, da mu zaupaš, a ne, kdaj, da, ne vem, jaz tudi, pa ok, da ostane sam doma, pa da mu zaupam, da ne bo zdaj 3 ure visel na telefonu, pa mu zaupam, pa ni dejansko. Zato, ker res lahko preverim, koliko je on pač bil, pa kaj delal. Ne vem, da ne znam ti povedati, ker jaz imam to že skozi v sebi, a ne, da jaz svojemu otroku zaupam. In hčerki in sinu pač. Zdaj bi rekel, da to izhaja iz tega, da zaupaš sebi. Ja. Kako si pa do tega? Ja, težko rečem, mislim, tako, kot sem že prej rekla, nisem imela glih neko tako, bom rekla, lahko otroštvo. Ves čas sem se pač prilagajala družbi, samo zato, da bi bila sprejeta, kakorkoli. In ko sem to dojela, a ne, kaj delam za druge namesto zase, pol sem si začela ful bolj zaupati. Pač tukaj mi je pomagala meditacija, tapkanje, pač take in drugačne terapije. Delo na sebi vsakodnevno, ne, da si vsakodnevno ti prisoten, da ne vem, si vsako jutro, jaz vem, da si marsikdo ne more, ko hodi v službo, ampak jaz pravim 10 minut vsako jutro ima vsak. Namesto da 10 minut scrollaš zjutraj za mizo po telefonu, se pa used pa meditiraj. Vsak ima 10 minut, a ne? Če bi zdaj tebe vprašal, meditiraj, ne? Ja. Tudi prvičin ljudi, tako nekaj tam bom zdaj sedel, pa kaj bi ti svetovala nekomu, ki pa bi rekel tako, ok, bi pa probal sam, ne vem kako, kaj je fora, rad bi razumel, kaj je fora meditacije. Ja, v bistvu gre pač, a ne, da si umiriš malo misli ali pa da se, ne vem, jaz bom rekla, mogoče ne toliko meditacija, meditacija mi je bolj to, da me malo sprosti oziroma, da si v mislih malo preskeniram telo, pa pač vidim, kje imam kakšno zakrčenost. To, da se sprostim, bolj tapkanje recimo, ne, ker tukaj res vplivaš na
Kaj pa je fora tapkanja? Kaj se bom jaz tam nekaj tapkal, razumem? Ja, tapkanje je v bistvu tehnika, ki ti pomaga pač telo dati v ravnovesje. Dobesedno deluje pač na neprijetne občutke, tudi na pač prijetne, da se malo, ne vem, mogoče motiviraš. Če bi te tle zdaj stiskalo, da čutiš, bi to lahko s tapkanjem sprostil. Ja, v bistvu si tapkaš pol na to, ne vem, čeprav me boli glava, ali pa čeprav se počutim, ne vem, tesnobno, to sprejemam in sprejemam sebe. Kje se pa tapkaš? Tapkaš se tukaj, to je pač karate točka. Pol se tapkaš po glavi, pa tukaj le nad obrvmi, očeh, pod očmi, tukaj, pa pol tukaj, kaj je ključnica, pa tle spodino. Tako, to so te osnovne. V bistvu so to končne točke meridianov v telesu. V bistvu je fora, da ti, ki si ponavljaš neko zadevo, tudi če si bo otrok, ki mu bo nekdo skozi govoril, da je neumen, bo mislil, da je neumen. Ja. In s tem zraste. In zdaj to lahko spremeniš, to prepričanje. S tapkanjem v bistvu vplivaš na amigdalo v možganih, pa na ta pač limbični sistem in vse skupaj, ker amigdala je kot en trdi disk našega telesa. In ti veš, da v računalniku trdi disk lahko povoziš in gre vse na novo. In enako je tukaj. In jaz sem s tem ful prepričan spremenila, kakšen starš moram biti, kako moram, tudi to spuščanje kontrole, recimo, čeprav pač... Koliko časa pa rabiš to delo? Ponoviš 3-4, če bi rekla temu sete, kakorkoli, pač greš po tej točki, tukaj ti tapkaš, da si ponoviš stavek 3-krat, se pravi zdaj, recimo, da naj boli glava, čeprav me boli glava, sprejemam to bolečino in sprejemam sebe v tej bolečini. Se pravi, vedno moraš vse, kar pride sprejeti. Tudi to, da otrok misli, da je neumen, mora najprej sprejeti. Ker če bo on stran porival to, ustvari še večjo napetost. Ja, čemur se upiraš, to ustraja. In si 3-krat ponoviš, kad tukaj tapkaš, pol pa greš še po ostalih točkah, pa si samo v bistvu, ne vem, ponavljaš, boli me glava, čutim tesnobo, strah me je. In tukaj recimo s tapkanjem ful pomagam najstnikom, pri samopodobi. Se pravi, ko ti to delaš, si govoriš, boli me glava in pol to spusti. Kaj je finta? Veš, ker mi vsi iščemo magic pill, ne? Si iščemo neko tabletko, ki bi se to rešilo. Sprav tega sem te vprašal, koliko časa traja in koliko časa rabiš to nekje pol ponavlja, da dejansko telu začne dojemati, da... Zdaj, če te samo boli glava, lahko to narediš. Se pravi, pri tapkanju je tako, najprej, ko imaš neko težavo, jo malo diagnosticiraš, pa označiš, koliko je močna od 0 do 10. Recimo, zdaj me glava boli za 7. In potem greš en krog tapkanja, potem spet malo zadihaš in pogledaš, če je že malo boljša. Ponavadi po prvem krogu je malo slabš. Zato, ker izzoveš še malo, telo začne čutiti. V sršenje gnezda. In pol še 2-krat, 3-krat ponoviš in ponavadi se umiri. Zdaj, če delaš to z nekim zavedanjem, če ti delaš zdaj to samo zato, da te bo nehala, v smislu, ok, zdaj bom to naredil, pa bom pa jaz super. To je tako, kot če jaz rečem, ok, bom šla tam le na eno meditacijo, 1 uro, pa bom pa super, vse vzorce bom predelala. Ne, ni to. Je to pač na nek dolgi rok, ampak ful pomaga recimo najstnikom za samopodobo ali pa da so malo bolj motivirani, pa da začnejo verjeti vase. Tukaj bom zdaj dala en primer. Moj sin nikoli ni tapkal, pa verjetno mu bo malo bedno, ker tukaj dosti o njem govorim, ampak... Iz izkušenj se pogovarjam, kako mu ime? Matic, če boš rabo, debatko. Sam iz izkušenj mami govori, nobeni slabih namenov. Če bo kdo vzel slabo... Tako bolj, kdo bo to slišal, pa pol tako. Kdo bo to slišal, Tako, ampak, se nima vize. Kdo bo zares slišal, je lahko ponosen, da ima tako mami. Ni maral tapkanja, In pol je bilo 3 leta nazaj, so šli na eno tekmovanje, in jaz njemu, pa daj malo tapki, tako, zase, za samozavest, pač. Ja, pa me bodo vsi videli, pa tako, itak ni hotel, no. In bolj on odplava in dobi medaljo, In pride
po tekmi do mene, veš, mami, tapkal sem pred tekmo. In jaz tako, no in, ja, poglej, ne, medaljo sem dobil, sem rekla, ja, sej, mogoče bi jo dobil tudi, če ne bi, ne, ker je zelo verjame vase, ampak on je dobil neko potrditev, ne, da mu to pomaga. In sem bila ful tako, ker itak je bil skozi ne bom to delal, ne, in pol je sam od sebe, ne. In mu je res uspel, da je sam sebi dokazal, da se lahko prepričaš, ne, tako bom rekla, on je skozi je bil mogoče malo bolj droben, malo bolj suh, zdaj je malo zrasel, pa ne, itak najstnik. In so bili vsi močnejši. In njegova težava je bila ta, da so bili vsi močnejši in je on posledično ni verjel vase, ker so drugi močnejši in ga bodo itak prihiteli. A ne? In pol sem mu jaz samo pač omenila, ali lahko tapkaš, a ne? Ni nujno zdaj brez nekega pritiska, ne? Da zdaj. In mu je pač uspelja. In si je dokazal, da ne rabiš vedno mišic, da rabiš to mišico imeti močno, da si dober. A ne? Tako. In jaz lahko samo rečem, da sem na oba otroka ful ponosna. Sem, bom rekla, tudi na tekmah zelo glasen navijač. Tako podporno, no. Sej večina mamic, ampak tako, zato, ker vidim, da v tem uživata. Ne zdaj zaradi nekih mojih pričakovanj, sem zadovoljna tudi s 4. in 5. mestom, mogoče one dva nista glih včasih, ampak ja, vedno jih, a ne, vedno je, lej, bravo, super si naredil. In to, a ne, da je on pač sebi dokazal, samo kaže pač, ja, da ni vedno vse samo v mišicah, pa v treningu, itak je, ampak da je veliko tudi v glavi, a ne. Tako da res, ne vem, no, tako, kot sem rekla, nisem popoln starš, ampak se pa trudim, da stvari peljemo v pravo smer, da peljeva stvari v pravo smer, no. Čeprav so vzponi pa padci v starševstvu, to itak verjetno sam veš. Ja, pa vsi, ki bodo to poslušali, tudi vejo. Življenje je krivulja srčnega utripa, ne. Ko je ravna, ni več dober, ne. Ja, in morajo biti padci, a ne, in tudi to ima povem, padci v življenju morajo biti, zato ker moraš iti po zalet, da greš pol spet lahko gor. Ja, pa naučiti se rabiš kaj, ne? Ja, tudi, ne. Moraš, ne? Michael Jordan je zgrešil 9000 metrov v karieri, pa ima 6 prstanov, zdaj pa tle je načaj nared, ne. Je malo težje, ne. Ja, sej dosti je, a ne, da se ti enkrat posreč, a veš. Če res trdo delaš v življenju, a ne, mislim tako pač, da se trudiš za tisto, kar ti je v veselje. In jaz mislim, da bi mogoče neko sporočilo, ki bi ga danes rada mogoče dala staršem, je, da verjamejo v svoje otroke. Bravo. Da jih spodbujajo pri tem, kar hočejo delati, da verjamejo v njih in predvsem tudi, da jih poslušajo. Ne samo, da jim pametujemo skozi, ne, sej tudi jaz kdaj, ampak slišani morajo biti, ker pol nas bojo upoštevali in bojo tudi meje upoštevali. Če otrok čuti, da ga jaz slišam, bo tudi on slišal mene. Če vidi, da ga jaz spoštujem, bo spoštoval mene in enako je recimo v šoli. Če bo videl, da a ne, je v razredu neko spoštovanje učitelja do vseh enako, bo tudi on to imel, a ne. Oni reagirajo na podlagi odraslih, a ne. In to je vse povezano. In šolski sistem in vse. Ja, da be. In ja, dajmo samo, ne vem, dajmo otrokom možnost, da so otroci, da verjamejo vase, da mi verjamemo v njih. Res ne rabijo veliko, no. Preveč jih zasičijo z materializmom in pol smo, kjer smo, ne. Ja. Pol so pa odvisni od tega materializma in s tem dobijo pozornost, a ne. Pa se navadijo, a ne, okej, sej, ati nič ni doma, ampak itak mi bo vse kupil. A ne. In je to pol odnos. Ja. Ampak ni okej, da temelji na tem. A ne. To, tako da rajš imeti malo manj, pa malo več povezanosti, no. Tako res. Ej, the best. Ker sem te hotel reči, kaj bo pa tvoje zadnje sporočilo? Sem te prehitela. Ne, jaz po mojem mislim, da je to je ta povezanost, ki jo imamo ljudje, ki
Se je že večkrat zgodilo, ker sem se z nekom pogovarjal, pa sem bil tako, zdaj bi ga pa tu vprašal, ali pa zdaj bi pa tu rekel, pa je pol, kar samo pride. Pa ne, bi rekel, niti ne pride samo, v bistvu sem tu izval, sam ne z besedami, kar mi mislimo, da edino z besedami lahko izzoveš nekaj pri drugem človeku, pa je daleč od tega. Ne, z energijo. Ampak hvala za sporočilo, ja. Verjamete vase, poslušajte ga, pa predvsem verjamete vase in poslušajte sebe. To je. Premalo to delamo, ne, in pol pač tudi se pol tudi odnosi na podlagi tega naprej razvijajo in ni. Tako da, ampak jaz mislim, da se svet zdaj malo vsem spreminja v pravo smer. Mislim, da je vedno, da gre do več zavedanja. Ja. Gre, sicer gre počasi, ampak gre. Tako, ja, na tanki meji smo, ja. Sej se trudimo, mislim, skozi več nas je takih, ki to peljemo naprej, ki so nam pomembne, pač mogoče enake vrednote in to se mi zdi pomembno, tudi da se povezujemo, tako, ne zdaj, da ne vem, da boš ti rekel, jaz sem pa boljši, ali pa da bom jaz rekla, jaz sem pa boljša pri tem, kar delam. Ne, jaz vem, da si ti pri svojem delu super, dober, da daš sebe noter celega in da daš pač tisto, kar zmoreš dati in da dobijo tisto, kar rabijo. In enako jaz lahko zase rečem, ali pa še za koga, ki dela podobno. Za veliko nas je. In po svoji strani je v redu, ker jaz ne pašem vsem in ti ne pašeš vsem. In je v redu, da imajo izbiro in najdejo tistega, pri katerem se bojo počutili varno in dobili nek največji outcome. Vsak začuti nekoga, in tako. To je pol to, tako da furajmo to naprej, pa bo svet lepši. Res je. Zadnje vprašanje, ki ga dam vsakemu gostu, imaš ti kakšno vprašanje zame, karkoli, kar tebe zanima? Pa v bistvu ne. Mislim, bom rekla, da res ne, zato ker sva veliko skozi pogovor, tudi pač si ti veliko svojih stvari povedal, kar je, se mi zdi ful dobro, tako da podeliš tudi ti malo, da ni samo, da svoj pogled na to. Da ni intervju. Ja, to mogoče, če si tako, ja. Ja, da res, zato ker je zelo pomembno, da širimo to sporočilo. To. Tako da, ja. Pol ga pa širimo še naprej. Tako je. Lea, hvala. Ja, hvala tebi, Jernej. Bodite fajn. Čau, čau.